hvala vam, ker ste se odzvali na vabilo. No, z veseljem se izmeram, da kaj povem. Se pa čudno zdi, kako da ste name prišli. Ja, spremljam to področje, pa s tem imamo v mislih bolj podjetniško področje Slovenije. Pa Kristina, ki dela na tem projektu, mi je ona je rekla, hčerki je rekla, če bi lahko povedala. Hčerki, ja. Ste sošolke, ne, prijateljice prav. Aha, to pa nisem vedel. Ful prijateljice, jaz to boljše fredice v šoli. Ja, jaz vsem bi se vam rad zahvalil, ker ste videli to kot neko vredno porabo svojega časa. Rad ljudem pomagam. Se pa strinjam, mislim tako, nisem čez jihar kakšen kontekst pašen kle, ne, ker vaše teme so bolj tako kompleksne, življenjske ali filozofske, ali kakorkoli bi rekel. Ne, ja? Če so lik za podjetniške ali pa tako, ampak vse pa če markoli govorim jaz, meni ni problem. A fizika je manj kompleksna tema, recimo, po vaše? Mislim, v fiziki vsaj tako prvič je resnica dovolj jasna, ne? Ne vem. Ja, ne, mislim, veste, kaj res, pa kaj ni res, če se pa nastrinjava, gre na eksperiment, pa veva, ne, na koncu parkrat pa veva, kje sva, ne? V politiki pa se ne mora strinjati, verjetno, pa tudi če eksperiment narediva, ne, recimo, sam primer, ne? Tako da družbene zadeve so gotovo bolj kompleksne, ne? A pa ne, ezoterika, pa take stvari, ne, spet, ne, stvar občutka, ne, to zdaj, vi to tako čutite, jaz drugače čutim, ne moram kol ugotoviti, kdo ima prav, ne. To je res, sam da se greva v bistvu to igro nekega eksperimenta, pa da uvrževa ali pa potrdiva neko hipotezo, se morava strinjati najprej o pravili igre. Kakšna so, ne? Pravile igre so narava, ne? To je ta eleganca, ne? Fizike znanosti. Mislim, fizika je ena izmed najlažjih ved na svetu, ne? Pa še tam, samo vzame Kar. Se poletje zagrlo, če imamo kaj. Pa veliko govori so ukazali na štimo. Ja. Vredo tako. Jaz se lahko to naprej nakam, vi povete, kam se moram. Tako je, super. Fizika je enostavna. Fizika je enostavna, ne? Izhaja iz narave. Izhaja iz narave, pa najlažja disciplina, ne? Ker se pač ukvarja s posamezni telesi, ne? Biologija je že bolj kompleksna, ne? Ne? Pa eleganca je ta, da je jezik fizike matematika, ne? Ki pa je baziran na logiki, na eksaktnosti, ne? Tako da v fiziki pač, če je nekaj res, če zapišeš za enačbo, te enačbe, kakorkoli boš jih obračal, boš živel nekaj drugega, kar je tudi res. A drži? Ne? In to je fantastično. Ne? Sam je pa zato najlažje. Jaz sem zmerno ljudem govoril, zakaj sem šel fiziko študirati, ker je to najlažje. Ne? Kolegica je pravo študirala, se je 100 strani na dan učila, ne? Tisto rimsko pravo nekaj študirala. 100 strani na dan. Jaz sem jo vsega skupaj 80 strani, pa sem 3 tedne študiral, jaz sem šel skozi, pa da sem štekal. Tako da, to je to. Ne? A ste kdaj čutili, to me je vedno zanimalo pri ljudeh, ki so šli v naravoslovno pot, a ste kdaj čutili omejitve svojega uma pri dojemanju narave, če rečemo na splošno, ker niso bili naši možgani narejeni za dojemanje? Itak skozi. Mislim, matematika je pač že samo sebi, ne? Zelo abstraktna disciplina, ne? Tako da si moraš znati predstavljati nekaj, kar ni vsakdanjih izkušnjih. A drži, ne? Pitagoras reče, ajde, vidiš trikotnik, ga lahko narišeš, ne? Ampak zakaj so pa tam neki kvadrati, si pa že težje predstavljati. Pa še malo narišemo, ajde, pa še malo, ne? Pa gremo na dimenzije, pa neskončne dimenzije, pa take zadeve, ne? To je rekel naš profesor matematike v prvem letniku, ker smo imeli tudi matematiko na fiziki tako abstraktno. Je rekel, matematik je človek, ki se lahko funkcijo, ne, torej krivuljo, predstavlja kot točko. Takrat se pa ta prav matematik. Ne. Se pravi, funkcijo si predstavlja kot točko. Točko v prostoru funkcij. Ne. Mislim, mi v našem navadnem prostoru pač mislim, ta sveča je en objekt in tako, ne, ta točka je tukaj, ta točka je klet. Tako si mi predstavljamo prostor. Ne. Matematiki pa pač rečejo, katerokoli stvar ima pač svoj prostor. Ne. In prostor vseh enačb je prostor enačb. Ne. In ena enačba je ena točka v tem prostoru. To je ta abstraktnost matematike. Ne. Tako da gotovo. Pa kvantna fizika sploh, ne, tam si pač valjda, ne samo, da si ne moš predstavljati, ampak je tudi kontraintuitivno. Ne. Ja. Ne. Ampak to se mi zdi tako V matematiki pa deluje recimo nek koncept, ne? Ja. Ampak se mi zdi to en dober znanstvenik, rečemo fizik ali tak, ne, je človek, ki si lahko to predstavlja na svoj način. Ne. Mislim, vi si lahko, ker ste tako rojeni, ker ste tako šli skozi življenje, predstavljate stvari, ki ste jih doživeli. Ja. Vi veste, kaj je to vroče, kaj je hladno, ne? Zato, ker so bili mehni, mama dala prst, ne? Gor na štedilnik prekla ice, ne? Pa si je rekel, ja, res je ice. Ne? Prav neke podatke imam iz zgodovine. Tako, iz prakse, ne? Tako, ne? Medtem, ko v fiziki delaš pa stvarmi, ki jih niti ne vidiš, ki jih ne čutiš, ki jih ne vohaš, ne? Skratka, ki jih ljudje ne zaznamo, ne? Potem se moš ti to predstavljati na en
drugačen način. Zdaj, če si to ne predstavljaš, je to surova matematika, pa je težko. Ne? Če pa znaš najti eno analogijo, vse je analogija, ne egzaktno predstavljati, ampak da nekako preslikaš to v svoje izkušnje, pa si lahko kaj predstavljaš pod fiziko. Je pa to gotovo težko, seveda je težko. Koliko pa mislite, da se dogaja tega izkrivljanja pri dojemanju realnosti? Ne? Ker če grem spet na to svojo prvotno tezo, naši možgani so bili narejeni za drugačne naloge ali pa za preživetje, lahko rečemo na splošno. Tako, se strinjam. In opazujemo svet s tem namenom, da preživimo, da vidimo koristnost v stvareh. Ne? Ta stvar je nevarna zame, ta stvar je koristna zame, se pravi neka hrana. Ne? In v bistvu, da je bilo to najprej, potem pa se je okrog tega naše dojemanje skonstruiralo. Ja, in lahko čisto izkrivljeno vidimo, zdaj kaj bi sploh tukaj bila realnost, je spet vprašanje. Ker nimamo nikoli dostopa do nje. Vi ste tudi nek zen budist, sem slišal v vašem podcastu. Zen prav, to je težko biti, ja. Zen prav, da ni realnosti, da je vse samo prvit. Ja. Dejstvo je, da je vse prvit. Mislim, mi ne vidimo sveta tako, kot je, mi ga vidimo za svojimi možgani. Torej, prvič, naši senzori niso ta pravi, niso optimalni. Potem možgani dobijo te impulze in jih v nekaj sestavijo. In to ste zelo dobro povedali. Namen možganov ni to, da mi objektivno zaznavamo svet okoli sebe, ampak da mi v tem svetu preživimo. Ja. Zaradi tisti, ki so več preživeli, pa imeli več potomcev, so svoj model možganov dali naprej. Tako da to, da mi na svet gledamo objektivno, to je relativno nova disciplina. To smo si ljudje zmislili prvič takrat, ko smo imeli luksus, da smo bili siti, ne more se en lačen ukvarjati z znanostjo, čistko. Plus ta modern pogled na znanost kot objektivno znanost, da se prebere z eksperimentom. To prije šele z časa renesanse, Galileo. Takrat se je začel opazovati, oziroma da si opazil več, kot si videl. Galileo je imel teleskop in je videl stvari, ki jih drugače prej nismo normalno zaznali. Do tega, da imamo zdaj elektronske mikroskope, ki zaznavajo neke kvantne pojave, ki si jih ne moramo predstavljati. To je novost, tudi luksus, da se to lahko prvoščimo. In ja, naši možgani niso za to narejeni. In zato tudi večina ljudi ima težave s tem. Recimo? Ja, mislim, nasploh se, ni tako, jaz, ko sem študiral fiziko, sem tam kakšne punce peco, kaj pa študiral sem neko fiziko, tega pa nikoli nisem znala, pa je bil že konc romance, pa sem rekel, eni pač moramo, zato da tebi ni treba fizike znati, sem jo pa jaz še študirati, pa jaz vem, kako televizor dela, pa tebi ni treba, ampak nasploh, ja, pač nismo ljudje za to narejeni, ni to, in tudi ves ta tehnološki luksus, ki ga imamo, ljudje, ga uporabljamo, ampak je to posledica, pač da so nekateri ljudje šli ven iz svoje človečnosti na en način, če tako rečeš, in so probali pač objektivno, naravoslovno in tako naprej gledati, kar nam ni naravno. Meni je to všeč, jaz v tem uživam, zdaj, a sem se že tako rodil, ali sem bil tako vzgojen, ali pa sem tako noter padel, ampak jaz razumem in spoštujem ljudi, ki pač jim to ni domače. Ja, sej tukaj bi se navezal na, kako sva začela pogovor, pa mi je zelo všeč, ko ste rekel, fizika je zelo enostavna, ker lahko preverva, kaj je res. Ja. Zdaj ste pa govoril o nekih ljudeh, ki so šli izven svoje človečnosti, da so najdel, in zdaj vprašanje, so najdel večjo resnico v realnosti, ali so najdel bolj uporabno stvar, se pravi, skonstruirali so realnost, kot jo mi zaznavamo, v nek bolj uporaben model, ki nam služi. Oboje, pa ni nujno, da je... Definitivno oboje in to različni ljudje. Recimo, ta ne zgodovinsko, ampak razvoj neke naprave. Ta prvi so znanstveniki bili ljudje, ki so iskali objektivno resnico. Samo ker so bili radovedni. Mi grede, odkje prije ta želja po objektivni resnici. Zdaj vi ste še mlad, pa se ne spomnite, jaz sem pa še živel v Pradavnini, v unih jamah, in tam je bilo... A to je Jugoslavija, jama? Ne, to pač 100,000 let nazaj, 200,000 let nazaj. Kako ste vi živeli? Tako, kot broj 1, vse unje tudi poznate, kaj zgodbi se prepovedal. Ja. Malo šale, ampak če gremo nazaj, skratka, ljudje tudi v Pradavnini, čeprav so se borili za preživetje, v bistvu smo imeli dve stvari, pač hrano in ne biti hrana, te dve motivacije,
Ampak še zmeraj, pa nekako sem imel vse neko radovednost, da so rekli, kaj pa je na koncu te doline. Ne? Ta dolina je bila dobra, hrana je bila, živali so bile, levo je bilo bolj malo, v jami smo se skrivali, ampak mogoče ne vse, ampak nekoga je zanimalo, kaj pa je na vrh tega hriba. Ne? S kakšnim namenom je to zanimalo? Čisto radovednost, po moje. Ali je mogoče tam več hrane, mogoče kaj novega, ki bo meni spet koristnost prinesel? Ampak je radovednost, ne? Recimo, spet, eni so bili konzervativni, so rekli, tlele imamo hrano, ostan tlele, ne. Eni so pa rekli, pismo mogoče, ne, pa tam, sej, to so pol te podjetniki, ne, ki upajo, da je drugje boljši. In ta radovednost jih je gnala, da so šli pogledati na uno stran, ne. Se tam je pa še svet, ne. In tako smo počasi se po celem svetu razširili, ne. Mislim, so ljudje šli z unimi kanuja, ko bi temu rekli, tisti čoni, ne, praktično preplavali ocean, da so prišli do Avstralije, da so tam zasedli. Ne, tako, no? In ta radovednost je bila zmeraj neko gonilo, neka koristnost, ampak včasih je tudi čisto abstraktnost, ne? Zakaj smo se ljudje tudi bili zmislili bogove, pa vse te zadeve, ne? Ker smo hodili pojasniti, zakaj pa zdaj dežuje, zakaj pa ne, pa zakaj noč, pa zakaj ni. Ne? Iskali smo neko pojasnilo. To je zanimivo, ne? Ker mogoče je to najbolj značilno za ljudi v primerjavi živali, ne? Ker se sprašujemo, zakaj. Ne? Recimo, ne? Spet večina mogoče ne tako intenzivno, ampak vsak nekje vse se vsem vpraša, zakaj. Ne? Znanstveniki bolj, eni pa mogoče manj, ampak še zmeram. No, skratka, če gre nazaj na originalno vprašanje. Ne? Torej, te ljudje, ki so, rečemo, hoteli biti znanstvenika, pa znanstveno razmišljali, so se sprašvali, zakaj je to. Ne? Samo iz same radovednosti. Ne? Einstein, en znamenit citat od Einsteina je rekel, če bi vedeli, kaj delamo, ne, potem to ne bi bila znanost. Ne? Torej, iščemo nekaj novega. Tako. In so pogruntali, recimo, ne, torej, če stvar spustimo z rok, bo padla zmeraj na tla. Evo, super, zdaj vemo, kjerkoli smo, kakor smo, pa težek je, hitreč bo padla, pa ne, par stvari so pogruntali, ne, in so bili zadovoljni. Pa so bili pa drugi, ne, tem pa rečemo, recimo ne znanstveniki, ampak inženirji, ne, so rekli, ti si za to pogruntal. Kako pa jaz lahko to znanje uporabam, da sebi življenje olajšam, pa se pa vsem ostalim ljudem, ne. In to so pa tisti, ki so si naprave izmišljali. Tako da lahko je to isti človek, ne, ampak načeloma sta to dve različni disciplini, ne, tudi motivacija je zelo različna, ne. In kakšna je bila vaša? Ko ste šli študirati to smer, imate doktorati, zadeva sam povedati. Jaz sem bil gotovo zelo naivn, mislim, ne, tako kot vsi mladi ljudje, pa če sem valjda sanjal, ko sem bil 6 let star, sem hodil biti astronaut, to je bil, jaz sem jih rojen 61, ne, tako da to je 61, ne, torej jaz sem doživljal ta space race, ne, dirko med Rusi pa med Američani, se še prav spomnim, prvo sem za Ruse navil, kao Jugoslovani, Rusi, brati in tako naprej, ne, pa leta, da bilo 67, so pa Češko zasedli Rusije, ne, pa sem pa preklopil, pa so rekel, ne, to pa ni prav, ne, sem jim mehna, ampak sem štekel, da to pa ni prav, da so šli tanki, ne, in pa sem začel za Američane navijati, ne, to je tak, utrinke se ga spomnim. Da pravo ekipo ste zbrali. No, sem jo srečo, očitno, ne, ampak se prej so bili pa Rusi boljši, tako da se očitno sem zmeren bil za une, ne. Ampak to so bili moji junaki, ne, Gagarin pa tako naprej, pa jaz sem gledal pristanek na Luni, se smo začeli, tam sem se parala z avtom in sva po radiju poslušala prenos, kako so, ne ta prvi, ampak naslednji, ne, prihaja dol, model, tako, mislim, bi fuzbol poslušal po radiju, ne, se je bilo dolgočasno verjetno, ampak meni je bilo to fascinantno. Tako da, mene je to zmeraj zanimalo, ne, tako raziskave, vesolje, neke nove stvari, ne. Pač otrok tistega časa, ne, me pa hkrati tudi rekel inženirstvo na en način tudi vse zanima, ne? Kako pa to znanje, ki ga pa imamo, ne? Kako ga lahko uporabimo. Škoda, nisem patentiral, jaz, ko sem 7 razred osnovne šole hodil, ne? Sem se rekel, jaz bi si pa želel, takrat sem spoznal elektronko, prvič, kaj to je elektronka, ne? In sem se rekel, jaz bi si pa dal za cilj, mlad pa naivn, ne? Da bi razvil tak sistem, da bi lahko na daljinca krmilu letala, ne? Mislim, vse to, zdaj pa to imamo, resnice, takrat bi mogel patentirati, pa bi zdaj, ne, se hecam, ne, ampak skratka, vse te digitalne komunikacije, ne, v tem sem sanjal, tako da to dejansko, bereš science fiction romane, nisem si jaz to zmislil, ne, ampak dejansko je svet šel v to smer, ne, tako da sem skozi nekako imel občutek, da se dogaja, ne. Kjer je bila pa največja tehnološko največja sprememba ali pa novost, ki je tekom vaše kariere ali pa vašega življenja celega, kaj je najbolj spremenila po vašem mnenju našo civilizacijo? To je pa težko reči. Ker od takrat, 61. do zdaj smo imeli kar par takih res velikih stvari. Mogoče Red Bull, ne? Zdaj ljudje manj spijo zaradi tega. Kaj kofein? Ja, recimo, ne, vse kofein je že dolg čas, ampak Red Bull ima neko koreninico, ne. Tako da je težko reči, kaj je tista stvar, ki je zares tako dramatično spremenila. Vse to je zanimivo, če gledate, imamo v zgodovini veliko takih disruptivnih odkritij, ne? Ne, pa so odkrili elektriko, recimo, ne.
To se mi zdi, ne moramo predstavljati, ker pač imamo v vsakem štekarju elektriko. Ne? Ampak takrat, ko je sploh prišla elektrika, pa pol, ne vem, Siemens je izmislil električen vlak, valjda je vlak električen, se kao če biti pa drugačen, ker mi to vemo, oni takrat niso vedeli. Veliko teh disrupcij bilo, veliko pa avtomobili, pa tako pa z mobiteli vse. Če gledate gospodarska rast, je v povprečju 3%. Ja. Dobro, Kitajska je imela več, takrat, ko je dohitevala. Ampak če tako gledamo, te razvite države, zmeraj tam nekje gospodarska rast okoli 3%. Kljub tem groznim izumom. Zakaj? To sem pa bral v knjigi od tega, kaj že ki je bil direktor Feda, tista znamenit, takrat pred krizo. Dobro, jaz sem slab zmenil, vse ni važno. Skratka, ni moja ideja, sem nekaj v neki knjigi prebral. On je rekel, da se je tudi on čudil, kako je to, rekel, problem je v tem, namreč to, da ti nekaj novo odkriješ, to je že disruptivno, ampak da to spraviš v gospodarstvo, v družbo, pa resnici traja dolg čas. Distribucija. On je rekel, da prvo so imeli parne stroje in so imeli tovarne na parne stroje in parne stroje, ker se vrti, je bila os skozi tovarno navzgor. In so imeli oni v pritličju, pa prvo štuku, pa tako naprej. Pol, če si ti postavil tako tovarno, to če prej elektromotor, tam pa tega ne rabiš več, elektriko speleš, kam vrčeš, oni so rekli, zdaj smo investirali, zdaj 10-20 let tako delali, pol so šele preklopili. In tako da družba kot taka, se počasi odziva na te stvari. Ampak vedno hitreje, zdaj so delali primerjave, recimo, ko so telefoni izumili, koliko let je trajalo, da je penetracija prišla do neke stopnje, pa televizija je bila prej, pa radio prej, pa to, pa internet. Mobilni telefoni, pametni telefoni, zdaj pa AI tehnologija. Prav, je bilo 100 milijonov uporabnikov. Tako, ampak, da bi pa to šlo v produktivnost, pa izboljšalo gospodarstvo, zdaj vsi govorijo o AI-ju. Če hočeš fundraisati, vi v vašem startupu tudi govorite o AI-ju, verjetno. Mi prav uporabljamo to kot kode. Super. Vsi o tem govorijo, ampak koliko pa je dejansko zdaj dodane vrednosti, očitno ni toliko veliko, ker napoved za Nemčijo je negativna rast, za Slovenijo je 1,6%, tako da očitno tam umetna inteligenca. Se pravi, to že da probaš, pa da posameznik, ampak da postane to del življenja. To je pa vse stvar, spet, mogoče zelo boljš tako, ker so pa kakšne napačne smeri, pa vse izumrejo čez nekaj časa. To je res, ampak ko nova tehnologija pride, morajo mala podjetja ali pa startupi okoli prideti, da dejansko to uporabniško izkušnjo izboljšajo. Ker če midva odkriva elektriko, to nama nič ne pomaga, če ni štekar v vsaki stavbi, kamorkoli grem, da lahko jaz preklopim nekaj. To pa je potrebno malo več. In to je pa infrastruktura, to pa je kompleksnost. Tudi velika podjetja, zakaj bi zamenjala, ker oni bo izgubili, če zamenjajo. Zato pa to je ta, creative destruction, kreativna destrukcija. Ker pač če ti nekaj dobro laufa, zakaj bi zamenil? Ker riskiraš, da nekaj izgubiš, veš, da znamite zgodbo od Kodaka, poznate, in tako naprej. Veš, da boš nekaj izgubil, ampak kdaj te prav trenutek zelo težko. Medtem, ko startup pa itak nima kaj izgubiti, pa gre na polno noter. Tako da, se če sem odgovoril na vaše vprašanje, ampak ne vem, kaj je bilo. To je tisti, ki je bila največja, ki je bil največji izum, pa največja nova tehnologija. Kaj pa v celi človeški zgodovini? Kaj mislite, da je bilo najbolj pomembno, kar je kako bi mu rekla, raziskovalec ali pa znanstvenik? Pa lahko je to nekdo, ki je ogenj izumil, ki je bil sposoben kontrolirati ogenj. Jaz mislim, da to ogenj je gotovo izmed fundamentalnih zadev, kar je spremenilo ljudi. Pa smo imeli kameno dobo, pa železno, oziroma bron, kaj že pa karino ponosno. Vsaka taka tehnologija, recimo železa, to je zanimivo, to so slučajno prebral. Železo so odkrili, pa proizvodno železa, ker rabiš večje temperature, ni dovolj, da tališ, ampak moraš pihati zrak, zato da to vročo ogenj, mislim, 700 stopinj ali nekaj. In je nekje v Mezopotamiji. Potem je pa 200 let trajalo, da je prišlo železo do nas. 200 let, Torej isto, pač ta je to naredil, pa oni so imeli meče, pa so sosedi pobili, pa so se sosedi čudili, pa so oni pogruntali, pa so enega ukradli, pa pač kakorkoli, in je počas prišlo to, bo pa tistanje, ali je bila halšasta kultura, kaj že pri nas, zgodovino nisem to dober, mislim, razumem, ampak pa zamešam koncepte pa datume, ampak skratka, vsaka taka zadeva, potem se širila z neko dinamiko skozi svet in spremenila tudi, železo je spremenilo vojno, pač če imaš železno orožje, se da bolj boriti proti ostalim in tako naprej.
Tako da je res težko reči, kjera stvar. Mogoče bi pa monolit iz 2001, ne, kar pač Space Odyssey. Ja, ne, ki je povzročil človeka, da je začel razmišljati drugače. Ne. Ja, neke teorije celo obstajajo, da so psihedelične gobe, te nore gobe, spodbudile v primatih, ko so to jedli, nek preskok v dojemanju in so šli bolj v človečnost. Zanimivo. Ampak to so čisto teorije. Jaz sem prav, da menda, da nas, torej, zdaj, ko gledajo nazaj, ne, te gene, pa raznolikost genov, ne, da menda je bilo nekaj trenutka, ko je bilo okoli 1000 ali nekaj 1000 ljudi na svetu, samo še. Ne. Homo sapiens. Homo sapiensov, ja. Samo 1000. Spet, to sem nekje prebral, laže on, laže mi ja. Ne? Ampak, rekla kazala. No, tako, ne? Kaj je bilo? Mi smo se razvili tam v Afriki, v savani, ne? Potem je bila pa tudi neka sprememba klime ali nekaj, ne? In dejansko je zmeraj težje preživeti. Ne? In je bilo ena zelo majhna skupina ljudi, tam je bila pa potrebnost in iznajdljivost. Zdaj pa, ali so sam ta iznajdljivi preživeli, ali je to nek evolucijski princip, da če te je mal, pa če velik pritisk evolucijski, da boš avtomatično bolj iznajdljiv, ne? Ali če statistično gledano, vse je dobro, da en po gruntu, da začne kopati, ne vem, da najde zemljo vodnako, ne? Pa se je postala naučil, recimo, ne? Ampak to je bil mogoče tisti trenutek, ne? Ko so ali ta, bi rekel, bolj iznajdljivi preživeli, ali pa ta bolj iznajdljivi geni, ali pa so se ljudje naučili pismo, da bomo malo bolj iznajdljivi, ne? Ker s tem pa smo dejansko spremenili, mislim, ne samo zgodovino ljudi, ampak podobo zemlje, ne? V tistem trenutku, ne? Ja. Jaz sem pred kratkim, že dolg časa nazaj sem bral knjigo Peter Thiela. Ja, poznam. Zero to One je knjiga. Ja, poznam to knjigo, ja. In zelo zanimiv mi je bil koncept, ki ga je on opredelil kot jablano in jabolka, ki so nizko ležeča, pa jabolka, ki so višje. Ja. In njegov argument je bil, da smo mi kot civilizacija pobrali ta nizko ležeča jabolka razvoja in inovacij in zdaj bo vedno težje pobirati nova jabolka. In potem, ko sem gledal tega Oppenheimerja, a ste gledali ta film? Ne, gledal sem že 10 filmov o Oppenheimerju, evo, tega pa še nisem. Ja. Čakam, da bom videl, koliko bo Oscar dobil, se ga splačati gledati, ne? Ja, mislim, da je kar... Ne, se ga hvalja. Ja. Christopher Nolan je režiser in ja, priporočam ful. Ampak v začetku 20. stoletja, ne, te preboji, ki so se na fizikalnem področju delali, ne, kako vi to vidite, ker to je vaše področje. A smo mi pobrali ta nizko ležeča jabolka na začetku 20. stoletja? Fiziki, kvantni fiziki in podobno. Pa je zdaj razvoj se upočasnil. Ali ne? Zdaj, če prispodobo, ne, kaj smo jim naredili? Ne? Mi smo res ta nizke veje pobrali, ampak smo jih uporabili zato, da smo naredili lestev. Da smo naredili? Lestev. Lojtra po slovensko. To meni, mi smo šli, ubrali ta nizka jabolka, una veja je bila itak brezvezna, ne? Smo jo žagali in smo se naštimali. Ne? Tako da zdaj gremo pač gor. Namreč to, kar danes odkrivamo s tehnologijo, ki bazira na odkritih pa znanosti, ne? Recimo kvantni računalniki. Ne? Mislim, a pa sploh ta kvantno, ko se reče entanglement po slovensko, kvantno prepletanje nekaj ta. Verjetno, ja. Mislim, če bi to 100 let nazaj ljudem govoril, to nemogoče, ne da se. A pa ja, hipotetično enačbe dopuščajo, ne? Ampak to se ne da, ker pač kvantna fizika tako naprej. Ne? Zdaj smo pa dejansko razvili naprave, ne? Kjer lahko vsak posamezen atom manipuliraš. Z tehnologijami, ki smo jih v zadnjih 100 letih razvili. A je to pospeševalnik? Tudi pospeševalnik. Ne, dejansko obstaja prav tako imane, se reče atomska pinceta. Atomska pinceta, to sta v bistvu dva laserska žarka, ki znata, namreč laser, ne, to je svetloba ima pa pozitivno pa to je električno valovanje, elektromagnetno, no, ampak, ne. Tako da, zdaj, če pravilno spet, zelo težko. Imamo pa firmo v Sloveniji, ki to dela, mingrdi. En moj prijatelj, profesor na fiziki, dejansko ima firmo, ki take pinceti dela in jih prodaja po svetu. Ne? Skratka, ideja je ta. Laserski žark ustvari valovanje svetlobno, ki je tako elektrika plus minus. In zdaj, če ti dva laserska žarka daš skupaj na ta prav način, ne bom razlagal detaljno, ne, potem v bistvu stvariš kakor neko past, električno past za atom. Ne, ker je plus minus in če se atom tukaj noter ujame, ta atom ne more ven, en sam. Aha, stoji tam primer. In zdaj če ti dva laserja počas premikaš, ne, se bo atom z laserjem premikal. In ti dejansko lahko primaš en atom in ga položiš nekam drugam. Ja, kapinceta. Ja. Kapinceta. Ajde spet, ne, so omejitve, pa ne moš hitro, pa ne vem kaj. Ne. Ampak evo, ne,
take stvari se da danes delati. Ne. IBM je... Kaj pa pol delajo s tem atomom lahko? On je lahko... Kaj so implikacije tega? No, cel kup aplikacij, med drugim tudi kvantni računalniki. Ne. Kaj narediš ti, imaš eno, to se je vse v vakuumu, totalno čisto površino, imaš eno čisto kovinsko površino, potem vzameš posamezne atome in jih gor položiš v ta pravi razdalji drug od drugega in potem povzročaš neke fizikalne efekte. Ne. In dejansko lahko s tem narediš kvantni računalnik, ker atomi pa že kvantna naprava, ne. Načinov, kako se dela kvantni računalnik, je več. Ne, so neki kubiti, pa taki, pa drugačni, z ioni, z atomi, z svetlobo, so različni načini. No, in en je ta, da se te atome položi na ta pravi mesto in da potem v bistvu iz teh atomov z enega na drugega poenostavljeno preskakujejo elektroni in to v bistvu dela tako, kot dela kvantni računalnik. Ne. Tako da se da, se pravim, posamezne atome se da postavljati. Ne. To je, mislim, leta 1973, da je že IBM. Takrat IBM je bil na višku slave, ker so veliko zaslužili, so tudi veliko investirali v osnovne raziskave, so prav pokazali en sliko z elektronskim mikroskopom, kjer so napisali IBM, kratico, ne, z atomi. Torej neka kovinska površina, pa so bili pa tako atomi gor položeni, da se lepo IBM videli. Tako da Thiel ima prav, ne, ampak to, kar on pravi, velja na kratek rok. Ne. Na dolgi rok pa to, kar zdaj ta nizka jabolka, ki jih poberemo, uporabljamo za to, da oziroma, Newton je rekel zelo lepo, ne? Newton je rekel, I can see further because I stand on the shoulder of giants. Ne, če poznate ta... Ne? Poznam, ja. Skratka, ko so rekli, kako pa ti vidiš gravitacijo, on si izmislil zakon gravitacije. Ne? Zato, ker že na mojih prednikih stojim, ki so bili že oni velikani. Ne? In mislim, da to je sreča, ne, naše znanosti, da tako deluje. Bo pa se delovalo, dokler ne bo prišlo do kakšne take simpatične katastrofe, kakšne svetovne vojne, pa kakšna taka stvar. Ne? Sej, je bilo isto v starem Rimu. Rimljani so razvijali tehnologijo kot znanost, oni so bili bolj praktiki, ampak Rimljani so že imeli beton, to veste. Ne? Ljubljana, rimska cesta, zid, to so Rimljani postavili 2000 let nazaj. Pa smo pozabili. Pa smo šli pa nazaj, v srednji vek. Tako, za nekaj časa. Srednji vek ni bil tako hudo nazaj, se je pa družba razvijala, recimo, iz služništva v feudalizem, mogoče bil nek socialni napredek, recimo, ampak tehnološko pa dejansko smo zastali. In to se nam gotovo spet zgodilo. Aha, da bomo v bistvu prišli v obdobje, kjer bomo zastali. Ja, mislim, možnost je, ne rečem, da ja, ne rečem, da ne, prihodnost se da napovedati, ampak ni razloga, da bomo zmeraj tako hitro šli naprej. Ja. Kaj pa te jedrski pospeševalniki? Ja, bi lahko midva to razložila? Komod. Zakaj to delamo kot ljudje? Kaj mislimo, da bomo dobili iz tega? Ali je to samo ta rodovednost, kot smo prej opredelila? Pa kje smo zdajle? Ker to že nekaj časa se dogaja. Ne, sej, ta prvi jedrski pospeševalnik v resnici, je tako najbolj znan eksperiment, ta prvi je bil od Rutherforda, prejšnje stoletje, ne, predprejšnje že, mislim 1809, ali takrat, okoli 1900, s katerim je on je ugotovil, kako je atom sestavljen. Ta originalna teorija je bila ta, da so atomi tako narejeni, da ima pač temu se rekli teorija torte z rozinom. Oziroma potice z rozinom. Torej, ideja je bila ta, da je pač atom kakor neka potica, elektroni so pa rozine, ki so noter enakomerno razporejeni v tej potici. No, pa se je pa skazali, da to ni res, da v resnici je jedro je majhno, zelo gosto, elektroni so pa kakor en oblak. In to je Rutherford dokazal tako, da je on uporabil en radioaktivni izvor, torej to je eno jedro, ki razpade, to je radioaktivnost, da jedra razpadejo, in iz tega pri tem razpadu je iz tega jedra ven letel en tako imenovani alfa delc. Lahko tudi povem kaj, ampak se ni važno. Zakrat, eni delci so ven leteli z neko kar močno hitrostjo. In to je bil prvi pospeševalnik. Ven iz atoma. Ven iz atoma, tako. Atom je razpadel, jedro atoma je razpadlo in ti alfa delci so leteli ven. No in on je streljil te alfa delce na eno tanko folijo zlata. In zdaj, če bi bilo atomi zlata res kot tista potica, bi vsi ti delci morali skozi, ker je bila zelo tanka folija, ene par bi se jih malo odklonila, ampak ona bi šli vsi skozi. Kaj se je pa zgodilo? Da eni so šli direkt naravnost, eni so se pa celo nazaj odbili. In iz tega on je pa začel računati, rekel, edina razlaga je ta, da imamo v sred neka zelo gosta jedra, če jedro zadene, se bo nazaj odbil, če ga pa falim, gre pa naravnost mimo. Tako, no, in to je bil v bistvu ta prvi pospeševalnik, ki ga nam je že narava dala. Torej, pri samem jedrskem razpadu so se neki delci pospešili in so leteli naprej. Okay. Potem, ko se je začel, pol naslednji tak pospeševalnik je bil rentgenova cev, kjer je rentgen dal neko napetost in so se ti elektroni pospešili
spet, lahko vam vse razložim tudi poljudno, ampak mogoče zdaj na podcastu ni treba zdaj razlagati, pa po tabli risati. Ne, po tabli ne bova mogla, ampak lahko si cajt vzemete, sej mava čas. Okay. No, skratka, to je bil ta prvi tak pospeševalnik. In se je pa tako naredil, zelo preprosto resnic. Pač žica, mi vemo, v žici so elektroni, ker drugače ne bi tekla elektrika po žici. To vemo, to je vsem jasno. Tako, no, vsem ni, ampak ja. Ampak skoraj sem, tako, dobro. Skratka, v žici so elektroni. In zdaj ti elektroni niso vezani na atome, ker če bi bili, ne bi tekla elektrika. To je eleganca kovina, kovina taka. Plastika ni. V plastiki, a pa v lesu so elektroni vezani, vsak elektron na svoj atom in se ne more premikati. Tako da, če daš napetost, se nič zgodi. V kovini so pa te elektroni, je kovina tako zanimiv material, da ko se zvežejo atomi v kovine, je na par elektronov ostane viška. Nimajo se kam dati. In potem je tam lepo veselo, tako bi rekel, plavajo, tako lebdijo v tistem kristalu. In če daš eno napetost, oni to napetost čutijo in potujejo. Prav, tako rečemo, da je prevodna ta stvar. Tako je prevodna. Lahko rečemo, da je to elektronski plin, kot nekaj vrste neka prispodoba s plinom. No, zdaj, ker razumem, dejansko se obnaša kot plin, ker če to žico segreješ, pa te elektroni izhlapijo ven iz kovine. Veste, če voda segrejete, začne hlapeti. In ni treba, da je 100 stopinj. Že pri 20-30 stopinjah mal, pa bolj je topla, bolj hlapi. No, zdaj, če tisto kovinsko žico segreješ do neke podobne temperature, so začeli te elektroni hlapeti ven. Ampak, ker so ti elektroni negativno nabiti, jih žica nazaj privlači. Malo so ven, tako da naredijo tak oblak okoli žice. Zdaj pa rentgen dal pa, on je vedel, da so elektroni negativni, in je dal na drugo stran eno pozitivno napetost. Ta pa elektrone privlači. In je bila tako močna, da je ona ta elektronski oblak posrkala žice in ga je pospešila. Tako, in to so že vedeli. To niti ni rentgen, to so že pred njim naredili. Kaj je bilo? Brownova cel mesec, je rekel, Brown je to očitno naredil. No, rentgen je pa gotovo, da potem te elektroni, če se pa nekam zaletijo, pa povzročijo pa rentgenske žarke. In to je bil ta prvi tak pospeševalnik. Tako da, če sprašujete, zdaj mlade generacije žal ne deluje več, ampak jaz sem lahko, bi rekel, moje generacije razlagal, vsak ima doma pospeševalnik. Televizor ni nič drugega kot pospeševalnik elektronov. Ta star, na cev. Se še spomnite mogoče? Ja, smo imeli, ja. Pač to, kam ima več. Tako na ta dolga cev, to je pospeševalnik. Te LCD pa niso več. LCD pa niso, tako. Tako da, pospeševalnik vsako slovensko vas. Kaj pa te pravi pospeševalniki? Ta veliki leč, ne ta pravi, ne se vsi. Tako, ja, zdaj pa prije ta želje po radovednosti. Pač fiziki so delali poskuse in kaj so gotovili? Da če pospešijo oni te delce z dovolj veliko hitrostjo in jih streljajo v atome, potem v teh atomah nastanejo neke reakcije, jedrske reakcije. Se pravi, nek delec zabijajo v atom. Tako. Ja, ne atomi na atom. Tudi atom na atom ali pa delce atom. Kjerkoli variante so. Ali že stego bajto, ali pa 2 bajte, ali pa 2 tovornjaka se zaletita, ali pa pač karko. Veliko princip je pa zelo preprost. Vi imate eno uro, recimo, da imate Rolex. Ja, ta ni najboljša, ampak rečemo tak draga Rolex ura, ki ima veliko teh koleščkov. Kako boste gotovo, kako je narejena? Razstav. Bravo. Fizik bo pa drač naredil. Fizik bo povzel uro in ji bo vrgel zid, da se razbije. In bo pol malo ven letel. Dobro, tlele na par koležkov, še enkrat razbo. Fizik 1000 ur razbije, in potem počas iz tega, kaj ven leti, enkrat to, enkrat tist, nazaj ugotavlja, kako je ura sestavljena. No, zdaj pri uri tega ne bi delal fizik, pri atomih pa se ni drugega načina. Ne moreš atom razstaviti, lahko pa razbijaš. No in tako so začeli delati poskus in kaj so gotovili, to je bilo zanimivo, da z večjo energijo, z večjo hitrostjo, ko so streljali, več novih stvari je nastajalo. Ki jih prej ni bilo. Torej ne samo, da so razbili atom. Ok, to štekamo, Ki jih prej ni bilo ali ki jih prej nismo zaznali, da so? Ne, jih res ni bilo, Res jih ni bilo. Ampak, to pa zdaj spet malo ta, fizika pa kvantna fizika, Intuitivno jasno, imamo atom, ga razbijamo, gledamo, kaj ven leti, iz tega vemo, kako je atom narejen. Vse super. Če pa mi dovolj z veliko hitrostjo streljamo noter, pa nastajajo pa novi delci. In to zelo simpel znam pojasniti, tako da bojo še vaši poslušalci razumeli. Verjetno edina enačba, ki ljudje res vejo iz fizike, je tista znamenita Einsteinova E je mc kvadrat. Kaj to pomeni? Energija, ki jo naredimo pri jedrskem razcepu, je sorazmerna z maso pomnožena z
svetlobne hitrosti na kvadrat, ker je zelo velika številka. To pomeni, da če znamo mi maso spremeniti v energijo, bomo zelo veliko energije imeli. To je princip jedrske elektrarne, a pa fuzije, zdaj naslednja ideja je fuzija, ne? A pa kar se dogaja na Soncu, da se zlivajo jedra vodika v jedra helija in ob tem nastane blazna energija in to je pa ti Sonce, ki gori in tako naprej. Vse štekamo. No in isto, ne? Ta enačba je bila v obe smeri, to je zanimivo. Ne? Torej, maso lahko spremenimo v energijo, okay. Lahko pa tudi energijo spremenimo v maso. Je enakost, ne? Je mc kvadrat. In to so te nove delci. In to so te nove delci. Ne? Če mi z dovolj veliko hitrostjo streljamo, je velika energija, ne? Kinetična energija, in potem v določenih primerih, v določenih trenutkih, to se da vse izračunati fizikalno, ne? Se ta energija pretvori v nove delce, v novo maso. In to delci, ki imajo čisto nove lastnosti. A je Einstein to vedel, da gre v obe smeri? Ali je predvideval? Ker v njegovem času nismo imeli še eksperimenta na tak način. Ne, ja, bi mogel prav premisliti, a je on to predvideval. Vse ta, v bistvu, on je naš bolj kompleksno zapisal v resnici, ne. On je, mislim, zdaj zakon ekvivalenci mase pa energije, ne, v bistvu itak o tem govori, ne. Mislim, pa ne bolj tisto, da je ja, jaz bi rekel, da je predvidel. No, na en način je. Mogoče ne, da se novi delci lahko delajo, ne, ampak vsekakor to, da je, če se na telo giblje, ne, je ekvivalent, kot da bi imeli večjo maso. Aha, ja. No in kakšne so implikacije? Recimo, da to zdaj vemo. Mi znamo z energije novo maso narediti. Tako. Kaj zdaj s tem? No, to je recimo Bog naredil, ne, zdaj, če verjamete v Boga, pa pač kogarkoli, veliki pok poznate, ne, spet, vi ste še premlad, se ne spomnite, ne, jaz sem pa živel ste bili takrat, sem bil že takrat zdrav, sem malo gledal, ne, veliki pok je, bi rekel, zdaj spet, ne vemo točno, kaj se je zgodil v trenutku velikega poka, ampak v bistvu znamo fiziki zelo dobro povedati že, kaj se je dogajalo v prvih sekundah. Mogoče prva milijoninka sekunde nam še ni čisto jasna. Ne? Zanimivo. Kako, evo, to je pa spet ta fizika. Takrat se je čas začel. Tako, ne, takrat se je čas začel. Ne? Ampak vidite, ta moč matematike pa fizike, kako v bistvu lahko gledaš stvari, ne? Ki jih ne razumeš, ki nisi bil zraven, mislim, 13 milijard let nazaj, ne? Ampak se da v bistvu nekaj iz tega povedati. Ne? No in veliki pok je spet poenostavljeno, da smo na začetku imeli eno veliko količino energije, ne? Energije. Okay. Čista energija, neskončna energija v neskončno malo prostora, recimo, ne? Poenostavljeno ni čisto res. Ne? In potem je ta energija, ne, valjda, ko je bila, je začelo stvarjati delce. Ne? In potem na začetku smo imeli malo delcev z veliko hitrostjo, ne? Potem so pa v bistvu zmeraj več nove mase, nove materije nastale. Ne? In to se dogaja še danes. To se dogaja še danes, ne? Tako. Ja. Se pravi, ta v bistvu eksplozija velikega poka, tako, ta eksplozija teče. Tako, eksplozija teče, ne? Tako, točno to. Ne? Rab dolg časa, ker je velik prostor. Ne? Ja, ampak to mi je bilo zanimivo, kar ste rekli za veliki pok, da neskončna količina energije v neskončno majhnem prostoru, ampak prostor je že nekaj, ne? No, energija je že nekaj. Ne? V resnici tako, ne? Fizika ne zna delati z neskončnostmi. Ne? Torej, mi, recimo, fiziki lahko zračunamo, kaj je bilo tik malo po poku, ne? Pok je pa temu zreče singularnost, ne? Ne, sej tudi v AI-ju ima tista singularnost. Singularnost je tista točka, ne, kjer stvari dejansko uidejo in jih več pod kontrolo. Ne. Tudi črna luknja, recimo. Ne. Fiziki znamo računati s črnim luknjam. Ne. Kaj se dogaja znotraj črne luknje? Pa ne znamo, ker so neke enačbe neskončne. Če bi bolj se bližaš črni luknji, bolj neki postaje se bliže neskončnosti, ne. In na robu črne luknje pa so neke stvari neskončne in se ti ne moš povedati, kaj je na stran. A ste kdaj razmišljali o tem, kaj govoriva o velikem poku, pa Boga ste omenili, pa a ste kaj tako iz filozofskega ali pa duhovnega vidika pri sebi razmišljali, kaj ste se spopadali s temi fizikalnimi fizikalno znanostjo? Ne, jaz kdo razmišljam o duhovnosti tako naprej na drug način, ne? Ampak jaz bi rekel, kle sem pa pragmatik, ne? Mislim, da je to pozitivizem, ta veja filozofije. Ne? Recimo, če nikogar ni v gozdu, ja. Pa se drevo podre, a se sliši ali se ne sliši? To je tako filozofsko vprašanje. A je zvok obstajal? Tako, zvok obstajal, ne? Recimo, na kateri strani ste? In pa, jaz na tej strani, da me ne briga. Ker nisem tam, ne vem, zakaj bi se zdaj s tem obremral. Jaz naredim teorijo, ne? Ki pravi, da če drevo pade, se ga sliši. In ta teorija meni vse napove deluje. Ne? Ja. Ampak jo ne morem preveriti, če me ni zraven. Ne? Ampak deva tako reči. Zakaj bi se s tem obremral? Ja, če greva res na tako ekstremno filozofsko smer, ne. Zdaj mi dva veva, da Pariz obstaja. Ja. Pariz.
Tam so neke ulice zdaj in zdaj mi dva predvidevava, da ljudje tam živijo, hodijo. Veva je preveč ekstremen izraz filozofsko. Mi dva tega ne veva zdaj. Mi dva predvidevava, mogoče sva kdaj bila v Parizu, veva, da neko mesto je tam, predvidevava, da so ljudje tam podobni nama, ki imajo zavest in doživljajo ta Pariz. Tako. Ampak veva pa ne. Tako, in nikoli ne bova vedela. Razen, ko sva tam. Ne, se lahko v tem trenutku, recimo, atomska eksplozija uničila Pariz, pa do nas še ni prišlo, ne, ker traja svetlobna hitrost. Informacija ni, da sem prišla, recimo. Tako, ja. Zato ta veva nikoli zares ne drži. Se strinjam. Rečemo temu, da zdaj, to je spet znanost, fizika, ne, a pa nasploh znanost, ne, pač mi imamo nek predpostavke, hipoteze, teorije. Ne, ampak vse bazira na istmo. Ne. Če jaz nekaj prevzamem, s tem lahko razložim, kako svet deluje, ne, in dokler ne bom najdel enega protiprimera, bom prevzel, da svet zmerno tako deluje. Ne. Seveda pa ne morem izključiti tega, da mogoče se ne bo najdel en protiprimer. To je pa razlika recimo do matematike. V matematiki se da dokazati en izrek in če se ga dokazal, ta izrek, potem ta izrek velja za zmerom. V fiziki pa ne. V fiziki pa od tem pod takimi pogoji na tak način je to res. Ker sem, isto je recimo ta Einsteinova teorija relativnosti. Ne? Pred Einsteinom je bila Newtonova teorija gravitacije ta glavna. Ne? In je veljala v vsakem primeru. Einstein je rekel, čak malo, a velja tudi, če se zelo hitro gibljamo. Zakaj pa ne, so rekli drugi. Čak, dajmo mi to malo premisliti. Ne? In se je skazali, da ben o tem ni zares oreh razmišljal, Einstein pa je, ne? In je rekel, vidite, se ne velja. Ampak, ker pa še zmeraj velja, Newtonova teorija še zmeraj velja, ni Einstein ovrgel Newtonovo teorijo. On je samo pokazal, bi rekel, področje. Robne primere. Kjer pa to ne velja, recimo. Ne? Ja. Sam ni pa nikoli preveril tega, ker ne moramo tega preveriti. Ne, so pa drugi zdaj preverili. Recimo GPS signal ne bi, vaš telefon, ne bi deloval, če ne bi upoštevali Einsteinovih enačb. Tega nekega zamika. Splošne, ne samo splošna teorija relativnosti, niti ne ta osnovna tisti EMC kvadrat, ampak prav to, Einstein je, ta njegova naslednja teorija bila, da ne samo, da se energija lahko pretvari v maso, ampak da čas teče drugače, počasnej, če si pospešen, ali pa če si v gravitacijskem polju, ker gravitacija, ki je tudi pospešek, gravitacijski pospešek je isto kot gibalni pospešek. Ne? In to se dejansko na GPS-u vidi. Če vi tega ne upoštevali, oziroma vaš telefon tega ne upošteva, vam GPS ne bi delal. Tako da imamo posledice vsega tega. Isto velja za kvantno fiziko mimogrede. Kvantne fizike mi ne moramo z očmi opazovati. Posledice kvantne fizike pa vidimo. Polprevodniki, vsi polprevodniki, čipi, bazirajo na zakonih kvantne fizike. In če mi ne bi razumeli, tudi ne bi mogli polprevodnikov delati. Tako da vi ste v bistvu s tem, ko imate telefon, ste strokovnjak za AI, za kvantno računalništvo, za fiziko, za gravitacijo, za vse, samo še veste. Za enostavne stvari. Ja. Ne, se to je tista, piloti vozijo, ali pa ste vrdese v avionih, da so nekaj sekund mlajši tako, od nas. Tako. Da čas teče počasneje za tiste, ki se hitreje premikajo, dlje časa. In je tako zelo zanimivo, pa tudi ne moramo tega mi dojeti. To je v bistvu potovanje skozi čas, skozi hitrost. To je to, v resnici. Jaz sem se enkrat z enim gospodom prav kregel, neke teorije delal in nekako sem mu prav pomagal razumeti, ampak na koncu rekel, jaz pa tega ne morem verjeti, ker moje srce bije skozi enak in jaz ne verjamem, da je čas drugačen. Dejstvo je, mi jemljamo čas kot nekaj absolutnega. V resnici pa čas ni absoluten. To je to. Ampak tega se mi ne moramo predstavljati, ker je skregano za našim vsakdanjim doživljanjem. Obstajajo celo teorije, fizikalne, čisto resne, ki jih je treba še preveriti, da čas sploh ne obstaja. Da ni neki, da mi potujemo z enega časa do drugega. Ampak da čas samo neka omrežja, da skačemo z točke na točko in tako naprej. Ali pa da je to naš konstrukt. Ker rečemo, to je zdaj kle, ko je tukaj, vmes jaz to opišem kot čas se je spremenil poleg lege. Telesa. Tako se rekli, prej smo rekli zen budizem, pa tako naprej, da ne zaznavamo realnega sveta. Mi pač si v glavi predstavljamo čas za to, da čas obstaja. Ker nam s tem omogoči, če vemo, da je kaj čas, pa lahko lovimo gazelo. Gazela teče, tako. Ampak v resnici mogoče sploh ne obstaja gazela v resnici. Tak zanimiv tet predavanje je imel gospod in je kazal, rekel, imaš računalnik, pa je kazal, jaz primam z miško mapco in jo vržem v koš za smeti na računalniku.
V resnici ne obstaja. Dr. Hoffman. A ste ga gledali? Ja. Ne obstaja ne koš za smeti, ne obstaja ne tabla, ne miška, ne? Ampak naredim pa to, kar sem mislil narediti. Ne? In zakaj pa ne bi bilo celo življenje tako? Da v resnici to, kar mi vidimo, sploh ni realno. Ne? Ja, mislim, da je on s to svojo teorijo celo neke računalniške simulacije nekih organizmov naredil. Ja. In dokazal, da so tisti organizmi, ki so videli popačeno, nerealno, ampak so bili bolj zoptimizirani na preživetje, Tako, so preživeli. Tisti, ki so pa realno videli, niso preživeli. In mi smo potomci lahko teh, ki so nerealno videli svet. Ne? Ja, in mogoče gazelo, recimo. Tako, in mogoče celo čas ni realen. Je pa to nebistveno. Spet, zdaj pa filozofija. Ne? A je čas ali ni čas, a je pa res ali ni pa res. Ne? Zato, kar jaz delam, zato, kar jaz živim, ne? Angliji reče for all practical purposes, ne vem, kako to po slovensko prevedel, ne, je čisto v redu, da privzamem, ker če privzamem to hipotezo, bom jaz lahko pravilno se odločil v življenju, za tisto, kar se mene tiče. Ne. Seveda je pa to je pa problem v politiki, ne, ker je svet postal tako kompleksen, toliko veliko stvari je treba razumeti, da se pravilno odločati, da se ne zna več pravilno odločati. Ne. Kako se lahko en politik odloči, ali ćemo mi za jedrsko energijo, ali sončno, ali uno, tisto, ali tretje. Pa to so simple zadeve, resnice. Pa naftni lobi, gor, dol, levo, desno, a obstaja naftni lobi, vse sile, ki na njega vplivajo, volilci, te, ki lobirajo. Tako, na koncu moraš tako odločiti, ne kaj je prav, ampak kaj boš lahko prodal ljudem in tako naprej. Ne? Tako da to pa je ta bi rekel, kompleksnost sveta, ki nam res oteži katerokoli odločanje. Kako imate pa vi odločitvene modele narejene za odločitve znotraj podjetja? Ker vi pa niste tako omejeni, kot so politiki, ne rabite biti izvoljeni naslednje vaše podjetje. Čistko odločanje me zanima na splošno. Kako se odločate pravilno? Politika je dosti bolj pomembna tudi v podjetju. Ne partijska politika, ne taka, ampak na koncu kaj je politika? Beseda politika pomeni, sodelovanje politike brez besede polis, mesto ali kaj. Ne? V bistvu pomeni to, da komuniciraš, se odločaš z velikim številom ljudmi. Okay. In večje firme, večje politike. Pika. Ja. Dobro, sej pa začneš kot startup brez politike. Saj bolj lahko diktatorsko, kot je demokracija. Elon Musk, recimo, dober primer. Ne? On je definitivno diktator. On reče, tako bo. Ne? A ste brali to zadnjo knjigo? Ja, fantastično. No, ja. Ne, mislim pa res sam knjiga, prvič je fantastično pisana, drugi se mi zdi pa izjemno človeška knjiga. Ker vidiš, da je Elon Musk res, mislim, ne beseda samo uslabšalem samo človek, ampak vidiš, da je on človek, ki ima res tako, bi rekel, drugačne probleme, drugačne izzive, ampak tako, vsaj jaz sem ga doživel res po človeško, jaz sem ga čutil, rečemo, sem znal, tako kakšna Shakespearova drama, ki pa gledaš kralj, pa je, pa ni, pa so ga ubili, pa ga ni, tako prav doživljaš, bi rekel, neko tudi osebno, ne tragedijo, pa ne srečo igro, ampak res to, vse te in dobre in slabe stvari plati njegov. Isaacson je fantastičen. Sej sem en podcast poslušal tudi z njim. Z Isaacsonom? Ja, tale Friedman, vse verjetno, kaj že on. Lex Friedman. Lex Friedman, tako, tam. In ful lepo tudi Isaacson razloži, kako on to dela in je fascinantno. No, ampak recimo, Elon Musk, kaj sem hotel reči, on ni človek, ki se ukvarja s politiko, on pa tako bo in tako bo, in tudi vse pošle nekam in tako, ampak znotraj njegove firme. Ful politike. Ja. Zakaj? Zato, ker to veliko ljudi. On že tako reče, pa eni njega tako interpretirajo, drugi drugače. Pa ne rečejo, njega upoštevati, se bo umiril. Vse te zadeve. Tako da politika je pač, to je človeška stvar. In tudi jaz mislim, da človek ima sam toliko oblasti, ta diktator vodja, kot drugi mislijo, da jo ima. Mislim, Stalina so se vsi bali. Ampak pa se ga pa niso več bali, pa so ga pustili, da tam umrl. Mogo imeti vzvod. In to je tisto, to je ista finta na borzi. Zakaj gre delnica gor? V kjere delnice se splača investirati? Ne v tiste, ki vi mislite, da bo šle gor. V tiste, ki vi mislite, da drugi mislijo, da bo šle gor. Ja, prav mora imeti. Tako, in niste bila za vodjo. Zakaj vi upoštevate vodjo? Zato, ker vi mislite, da če ga na to upoštevali, bo on druge na šuntu pred vam. Če pa vi veste, da on nič ne more, pa ni vodja. Tako da, bi rekel, delo z ljudmi je po moje dosti bolj kompleksna, to so že na zastenstvo začeli, dosti bolj kompleksna stvar, kakor pa fizika. Tu se ne da ponoviti eksperimenta, ker nikoli ne bo čisto ista situacija. Gotovo pa pomaga nikoli analitično znanje, bolj, ker razumeš ljudi, lažje lahko o tem razmišljaš, vse to pa so ti dobri politiki, ali pa taktiki, ali pa tako naprej, pa PR kampanje, pa vse to, ker se pač premisli, če bomo tako naredili, kako bodo ljudje reagirali. Ampak bistveno bolj kompleksna disciplina. Zato pa je tudi, bi rekel, fizika bolj napredovala kot sociologija.
Ne zato, ker smo fiziki bolj pametni, ampak zato, ker tam dejansko lahko preveriš, ne, sociologija pa ne, je, ni, ne. Včasih je tako, včasih je drugače, tako, ne, tudi, ne, pa zgodovina, ne, ni ponovljivega eksperimenta, ne. Druga svetovna je bila ena sama, ne, zdaj, kakšna bo tretja, ne vemo, če bo, kakšna bo, ne. Res je. Odločevanje, ne, to, kar ste pred neko odločitvijo, A, B, kakšen imate ta model? Moj sin model je tak, ne, da jaz sem po naravi malo bolj risk-taker, ne. Tu za razliko kakšnih mojih sodelavcev, ki pa so jezni name, recimo, ne. Ampak moja logika je taka, ne, jaz naredim nek, bi rekel, izračun rizik, calculated risk v angleščini, tako lepa beseda po slovenski, izračun rizik se sliši malo grdo, ne, ampak dobro, sej, ker ni znana beseda, ne, ampak skratka, magari ga v glavi naredim, ni ram za neki risk plan, tako, pač, ne, jaz mislim. Malo tudi intuicija, ali kako? Kaj pa je to intuicija, mi grede? Ja, ne vem, nekaj, kar čutite, pa nimate pa čist podatkov, ki bi jih lahko vi meni zdaj na mizo. Ali pa intuicija izkušnje. Je tudi to, ja. Intuitivno, če jaz začutim, da je toplo, bom prstom vakno, ne. Sam kako so te uteži narejene, a ne, to ne veva. Ne veva, pač ampak se ti počasi naredi, ne, z izkušnjami. Tako vsaka nova izkušnja, ne, kako že pravi, izkušnje so napake, ki se jih spomnimo. Ne. Ja. Vi imate radi citate, kaj sem tam slišal v vaših podcastih. Tudi, ja. Malo dajem. Tako da, evo, zdaj odločanje. Ne? Torej, intuicija ni tisto po občutku. Ne? Intuicija je to, da ti narediš krajšnico med podatki in med odločanjem. Ta krajšnica so pa naši možgani. So pa ilih te izkušnje. Ne? Če sem 5krat eno stvar probil, pa ni delovala, pa mi intuicija pravi, da verjetno ta 6. ne bo. Recimo, ne? Ali pa jih pravi, ne, zdaj pa vem, kaj sem narobe naredil, ne? Ker sem najdel neko razliko, zdaj bom pa tako naredil. Ne? Tako da, ampak bolj važno, pri meni ne ta intuicija, pa ne intuicija, ne? Jaz mislim, da sem relativno racionalen človek. Ne? Mislim, sem zelo čustven, ampak sem tudi zelo racionalen. Ne? Pa se hitro odločate ali počasneje? Tako, jaz odlašam odločanje, dokler je boljše se ne odločiti, potem se pa hitro odločam. Ponavadi kontrak ljudi. Ljudje pa raje se hitro odločijo zato, da zmanjšajo možnosti. Jaz pa raje čim več možnosti, jaz žongliram z možnostmi. Ne? Zakaj bi se jaz opredelil za eno stvar, dokler nisem prisiljen, da se moram opredeliti? A drži? Ne? Ko bi imel pa zgubo, če se ne opredelim, takrat se pa hitro opredelim. Ja, jaz sem drugačen, jaz sem obratno, pa moj argument je, da hočem odložiti, se pravi, hočem narediti odločitev, tudi če je mogoče neoptimalna, ampak da grem na naslednjo stvar. Da zmanjšate kompleksnost. CPU odložim. No, pri meni je pa obratno, se pa žongler, ne? Okay. Mislim, mentalni po naravi, ne? Jaz imam pa rad, da imam več opcij. Ne? Zdaj pa zakaj? Namreč, tako, jaz, ko se odločam, jaz vem, da nimam popolnih informacij. In ne vem, ali sem se prav narobe odločil. Ne? In kaj zdaj naredim? Jaz se odločam, okay, če v tem trenutku bom tako naredil, nisem veliko izgubil, imam pa veliko potenciala. V tem sprot gledam, kje sem in vsakič znova rekalibriram to odločitev. Torej, zato se tudi jaz upam sprejemati rizike, ker vem, da sem preveč optimističen, ne? Ampak ajde, sem pa čak človek. Ne? Sem prej optimističen, ker sem mislil, se če pa narobe, bom pa že bo prav. Ne? Ajde, greva z avtom zelo, ne vem kam, ne? V Kranj, ne? Pa ja, kar po tej cesti. Ajde, ta prav, bo že videti, če sem cajt, ne? Če šmarna gora na levo, pa je mogoče se na pravi strani. Ne? Tako, ne? V tem stilu. Ne? Tako da jaz rad pol grem, zato ker pač s tem si odpiram prostor, hkrati pa vem, da bom mogel veliko dela vložiti za to, da bom popravil napako, če bo do napake prišlo. Je pa to zelo veliko čuden način razmišljanja, ki ga nima veliko ljudi, ne? Zato imam tudi jaz veliko težave, pa pač doskrat pa tudi nerazumevanje sodelavci, ne? Ker oni bi čak, nekaj zdaj klekti, dajmo se odločiti, to ne moramo, tega ne znamo, tega nočemo, ne? Zakaj ne znamo, smo pa naučili, ne? Dajmo pogled, mogoče pa lahko, ne? Kaj pa to, lej, ne? Skratka, ne? Ponovadi so kaj sodelavci te, ki želijo hitrejše odločitve, vi ste pa taka malo bolj hočete raziskati te možnosti, ki pa tudi načeloma niso možne. Sodelavci so tisti, ki morajo delati, jaz sem pa tisti, ki imam ideje. Ne? Lažje imeti 10 idej v žaku, pa žonglirati, pa ni morajo pa tam z lopatom kopati. Sej, po moje, ne? Tako, ne? Tako da, kaj pa delate na Cozy Labu, če malo poveva? Mislim, firma kot taka, ali kaj, tako, mi smo v bistvu butli, ne, če sem po prvi. Namreč mi radi delamo nove stvari, pa tako visokotehnološke, pa stvari v špici, ne.
namesto da bi optimirali prihodke. Tako da zmerno delamo ful zanimive stvari, take, da se hvalimo, da nas vabijo na podcaste, vabijo nas pa nam na skupščino od NLB-ja, kjer bi pol kazali, koliko imamo veliko denarja, pa nismo na seznamu 100 najbogatejših Slovencev. Zdaj, ajde, butli, ne vem, kaj je važno v življenju, ali je važen nar, ali je važno, da nekaj dosežeš. Pač mi smo se tako odločili, da nam je izziv nekaj novega narediti. V stilu tako, delamo stvari, ki so zanimive, smo recimo relativno nadpoprečni ljudi izbiramo, ljudi, ki so končali fakulteto z dobro oceno, pa delajo doktorat in tako naprej. Tako da logično taki ljudi rabijo neki malo težje izzive. Izzive, ki so, bi rekel, tehnološko, posebinsko težki, pa tudi taki, kjer so rezultati imajo nek družbeni pomen. Mi se ukvarjamo mi v bistvu pomagamo znanstvenikom, da delajo novo odkritja, pa pomagamo zdravnikom, da zdravijo raka. Tako da to so dva taka res zelo plemenita cilja, na koncu rečeš, do zdaj je že 15,000 ljudi na svetu se zdravili z našim softverom. Zdaj, jih nismo mi pozdravili, so jih pozdravili na naprave, ampak smo bili zraven. Malo tako rečem, kakor v šali, a pa mogoče malo zares. To je tako, lahko si čistilec stranišč ali na kolodvoru, a pa v predsednikovi palači. Oboje isto, vse kaj tam pucaš. Ampak na kolodvoru je vsako uro spet umazan, pa tam pucaš, pa nič od tega ni. V predsednikovi palači, če si orang spucal stranišče, prije polnik predsednik Amerike na obisk, pa lahko rečeš, evo, in pršču, pa so se rokovala na televiziji, bil dobre vole, zato ker je šel lepo na stranišče, je se dobro počutil. In isto je pri nas, saj mi programiramo software, tako kot marsikdo drug, ampak pa delamo software za take bolj napete, zanimive zadeve. Torej, namen je aplikacija tega. Tako, in to je to. Mi pomagamo, mi delamo software za najbolj kompleksne znanstvene raziskovalne naprave, kot so te jedrski pospeševalniki, teleskopi, radioteleskopi, fuzija, mi smo zraven, mi delamo software za največji raziskovalni projekt v zgodovini človeštva. Smo tam zraven. Pospeševalnik. Ne, to je ITER, fuzija. A res? A povejte malo o tem, ker nisem nikoli slišal. Bom, rade volje. No, to delamo, to je spet, so odkrili črno luknjo, je bilo 7 različnih eksperimentov, ampak eno od teh 7 eksperimentov je pa nekje v enem, ki je radioteleskop vrtel, uporabljal na software. Tako da smo mi prispevali k tej črni luknji. Pač kot en, tako recimo. No, drugo je pa zdravljenje raka, isto delamo software za naprave, take kompleksne za radioterapijo. Raka se zdravlja na 3 glavne načine, eno je kirurgija, se zreže, drugo je kemoterapija, se zastrup človeka in raka, pa se upa, da je rak bolj zastrupljen kot človek. Tretja je pa radioterapija, podobno, ampak da se ne zastruplja s kemijo, ampak z radioaktivnim sevanjem. In to za radioterapijo rabite pa kompleksne naprave, tudi pospeševalnike, in tam se pa prinaš kompleksen software zraven. Kaj to zelo targetirate celice, ki so rakave in jih uničite? Ne lih celice, ampak tisti konc, tumor. Aha, sam je sestavljen iz celic. Ja, seveda, ampak ni. A uničite DNK od tega tumora? Tako, DNK od celic so tumor. Ampak ne ciljimo posamezne celice, toliko natančno ne znamo, pač tumor lahko ciljimo. Ampak malo tudi zdravih verjetno uničite. Ja, seveda, ampak to je razlika. Pri kemoterapiji celo telo dobi strup, posod je ta strup. Pri radioterapiji ga pa dejansko lahko usmeriš. So različne vrste radioterapije, neka normalna je ta klasična z gamma žarki, tako rentgenski žarki, malo močnejši. Mi delamo pa tudi za protonsko terapijo. Tam se pa uporablja namesto gamma žarkov, se uporablja pa protone, to so pa jedra vodika, te so pa nabiti in se jih lahko z magneti dosti natančno usmer in dejansko tako, kot bi z laserjem strelil v tumor, potem ga neke vrste tridimenzionalno preskaniraš ta tumor, in ga v bistvu postreli tam, kjer je, torej ta prvo diš 3D sliko, to je ta MRI, MRI ali pa CT slika celega telesa, zdravnik pogleda sliko, to je kar orang del, in nariše, klele je rak, klele je zdravo tkivo, klele ne smeš zadeti, klele je zelo rakov, ga moraš fej zadeti in tako naprej. Kako pa je primer toliko časa človek, ga uspavajo in je čist primer? Ne, ga ne uspavajo. Otroke uspavajo, torej, poznate, nekakšni otroci imajo raka, kar je zelo hudo in temu se reče pediatrični rak, in te otroke treba spavati, ker to treba pa 40 minut, pa otroci ne morajo biti primer. Odrasla človeka pa tam postavijo, pa je vse to je par minut samo. Par minut, do 30krat recimo mora priti, enkrat na dan, ali pa par dni v tednu, pa spet malo pauze, pa tako naprej. Pride se ga obseva in tako da imajo pa recimo, če imaš raka nekje v glavi ali pa v vratu, imajo prav maske,
tako da se pacient uleže na mizo, ta trdo tam, ne, in pa ga v bistvu masko dajo čez brz in ga prešraufajo, ne, tako da je čist primer glava. Mislim, se to ni boleče, ampak pač koga preheftajo. Da je glava je najbolj problematična. Tudi raka na očeh, recimo, ne, se isto zdrav na ta način, je pa tako, da mora pacient gledati v eno točko, ne, in pa s kamero opazuješ, ne, in če vidiš, da je oko preč pogledal, ne, potem prekineš obsevanje, pa spet nazaj prižgeš, recimo. Ne. In koliko izmed teh treh metod, ki jih imamo zdaj na voljo, ne, se pravi kemoterapija, kirurški poseg, pa tole, radioterapija, kje je najbolj zdaj v uporabi na svetu? Te tri se v glavnem kar približno enako uporabljajo, približno 50% pacientov dobi radioterapijo. 30, mislim, zdaj govorim na pamet, 50-40. Mislim, da okoli 30% dobi samo radioterapijo, ne, nekateri dobijo pa hkrati radio in še kemoterapijo, in zato prije radioterapija na 50%. O radioterapiji vem največ, zato vem to številko 50%. Ne. Kaj pa ta protonska verzija te radioterapije? Koliko je to nova stvar, pa koliko je to razširjena? V bistvu ideja je že zelo stara, z leta 1948, je tam en ameriški fizik dal predlog, ne, Bob Wilson, da bi se to delali, in so dolg časa to tako enih par pacientov, ne, zdravili v teh znanstvenih laboratorijih. Se veste, tam CERN pa te magneti točijo te paciente, ki odpravili ga bo kap zadelo tistih kablov, pa ga morate zdraviti. Ne. Tako da so imeli pa neko sobico, potem so pa pač naredili komercialno verzijo teh naprav. Teh naprav je približno, mislim, da jih približenih 70 jih je v delovanju na svetu, v celem svetu. Samo? Ja, pa še enih 40-50 jih je v gradnji. Tako da bo kmalu v Sloveniji ni. V Sloveniji ni, smo se matrali, da bi imeli. Koliko pa stane ta naprava? Od do, seveda, ne, kukor kjer. Zdaj, sam pospeševalnik stane recimo tam 20-30 milijonov najmanj, minimum, ne, ampak ker je to relativno velika naprava, rabite še bajto zraven, ne. Ne. Tako da projekt hiter prije 50, lahko tudi 100 milijonov, recimo, ne. Pa zdaj sploh, zdaj se je vse podržil zaradi COVID-a, pa tam ta supply chain, pa železo, bakar je šlo vse gor, tako da se tudi to pozna, ne. So pa delajo pa ljudje na tem, da bi pač naredili bolj kompaktno, da bi lahko obstoječe naprave nadomestili, da bi kar v isti prostor, kjer že imajo te navadne naprave za radioterapijo, linak se jim reče, ne, da bi dal, če bi se le dali enega tazga noter dal, pa bi že pregradni pršparali. Tako da takrat bo, ko bo pa to, ko bo tehnologija toliko naprej, pa bo pa ljudi zmeraj več to uporabljala. Ne. Koliko je pa to učinkovit, ker sliši se v teoriji zelo targetirano, uničimo DNK rakavih celic. Koliko je to učinkovito? Je učinkovito. Spet, rak ne obstaja, ni ene vrste raka. Ne? Rak je zelo velik. Rak je manifestacija ene bolezni. Ne? To, da se celice, ampak ene se zaradi tega, zaradi drugega. To je več različnih bolezni. Tako da zdaj za ene rake je protonska terapija zelo dobra, za ene rake je vsem kiro, ne? Za ene rake, recimo za leukemijo, ne morate obsevati, morate imeti kemoterapijo, ker je po krvi in tako naprej. Tako so pa nekateri raki, kjer pa so izjemno dobri rezultati s tem. Ne. Zato tudi v Sloveniji, mislim, da vsaj takrat smo to študirali, so tam okoli 20 pacientov na let postali v tujino. Na te naprave. Ne. Kje je najbližji? Najbližji, mislim, je Trento v Italiji, Medavstron pri Dunaju, Vino-Roščat, pol je še v Švici, v Zürichu ena taka, tako da jih je nekaj. Ne? Kaj pa tako, a čutite, mogoče tudi po COVID-u je bilo dosti teh teorij zarot, pa se mi zdi, da tudi družba zdaj vedno bolje prežeta s takim načinom razmišljanja, da obstaja izredna skepsa nad čemerkoli je uradna narativa. Lahko rečem. Tako. Zdaj, ko smo šla na področje raka, verjamem, ali pa čutim, da veliko ljudi verjame, da obstaja neko zdravilo že, ampak da z vsemi temi tremi posegi se finančna motivacija ni tam, da bi to zdravilo prišlo v uporabo. Ja. Mislim, zdaj tako... Jaz mislim, da klepa levala ta Hipokratova prisega je zelo močna. Poznate Hipokratova prisega, zdravnike. Ne? Tako da mislim, da seveda. Vse to so mogoče lahko farmacevtska podjetja, niti niso zdravniki. Ampak to je farmacevtsko podjetje. Mislim, kaj je problem teorije zarote ta? Ne? Da je mi pri nas v firmi. Vsaka stvar pride takoj ven, so govorice, bivši zaposleni vse zvejo prej, kaj jaz vem in tako naprej. Ne? Pa smo majhna firma, ne? Kako bi eno tako teorijo zarote ena farmacevtska firma skrivala? Dober primer je ta Dieselgate. Ne?
Jaz sem en cajt so skrivali. Volkswagen. Ne? En cajt so skrivali, pa bom prišlo. In se lepo, ne? Ja, ne veva, koliko je takih stvari, ki niso vam prišle. Ja, ampak je težko, da ne pride ven. Mislim, pa ne govorim niti v whistleblowerih, ne? Ampak pač ne, pove svoje ženi, žena pa je njeni prijateljci in tako naprej, ne? Tako da, tako to, plus, ne, dokaz, da obstaja zdravilo proti raku, zahteva veliko kliničnih raziskav. Dokaz zahteva. Torej, recimo, da obstaja zdravilo proti raku, ki ga neka farmacevtska firma skriva. Okay. Kako pa ono sploh ve, da je to zdravilo res dobro? Je mogla sprobati na pacientih. Recimo, da je tajno sprobala. Kako to tajno sprobati? Ne vem, jaz se sam zdaj igram. Vem. Te moraš imeti 50-100 pacientov. Ne, ja, vse to je možno. Ja, vem, sam prvič je teh 100 pacientov. Pa morajo oni biti tih, ne? Pol morajo oni preživeti dolg časa, ne? Pa sosedi se čudijo, kako da so preživeli. Pol je tam zraven. Mogoče jih pozdravijo, pa jih pa zdradirajo. Ja, pa očitno ni dobro zdravilo, ne? Ker, ne? Pol pa morajo biti zdravniki, ki so sodelovali na tem, ne? Pa bolničarke. Vsaka taka raziskava in še tako, ne? Po zakonu se raziskave so zelo regulirane. Vi ne morete, da bom jaz zdaj rekel, ja, imam pa jaz neko zdravilo pod raku, pa najdem 100 prostovoljcev, na koncu pa, fantje, sorry, kako je žuna, bosanska, jebi ga, ne? Ja. Ne moreš, ne? Torej, jaz moram prijaviti. 3 faze so, ja. Tako, in jaz moram to prijaviti in je to regulirano, na koncu se kontrolira, kaj se je zgodilo. Ne? To se ne da prekriti, ne? Definitivno ne. Tako da, mislim, večina teorij zarote je napačnih, ne? Ampak ta je pa še posebej... Ne, to sem hotel tam več vprašati, ker se prav ukvarjate s tem področjem. Čistko. Pa še to, ne, teorija zarote predpostavlja izjemno genialnost na strani unih, ki to delajo. Jaz nisem še tako pametnih ljudi srečal, da bi si tako masterplan. Ja, se to je meni tako en boljših argumentov za 11. september, ne, če bi bilo to inside job, rečejo, ne, se pravi, da bi ameriška vlada skonstruirala neko tak velik projekt. Vidimo, ko sprejemajo zakone, ko vodijo vlado, koliko je tukaj ene nekompetence, koliko je tukaj napak, koliko je tukaj ne. Pa je treba tam perfektno izpeljati en neverjetno kompleksen projekt, ne? S tem, da drugi ne bi to zvedeli. To je tudi moj argument. Ljudje smo preveč nesposobni, pa ne popolni rečemo. No, recimo Bill Clinton ni mogel skriti svoje afere s tajnico. Ne? Tako. Ta je dobra. Tako je. Ja, ampak vsem pa nočem biti čist. Obstajale so teorije, ki so se izkazale za resnične. In to sigurno eno je ta Dieselgate, se pravi močni posamezniki sigurno imajo svoje interese in probajo kdaj delati tudi kontra celotni družbi in skrivajo stvari. Dober problem je recimo svinc, ne, v benzinu. Ne? Svinec. Zdaj imamo neosvinčen benzin. Ne? Tako, ne? Poznate zgodbo od svinca in tako? Ne. To je nek svinčev tetrametil ali tetra neki. Okay? Skratka, dolga zgodba, piše tudi v knjigah, ful zanimivo, ne? Pač problem benzina je bil včasih, da ni dobro žgal, ne? In pol je avto tako poko. No in pol se je pa en zmislil, en človek, genialca, izumitelj, da če pa dodaš k benzinu ta svinčev tetrametil, potem pa bolj lepo izgoreva in ne poka več. In od takrat naprej so dali to noter. Okay. Super, so far so good. Ne? Ampak njemu tovarnik, in oni to začeli, mislim, to je mega biznis bil, ne? Pač vsi posod, in to si en človek zmislil. Tako da to je tako, ala Elon Musk type of business in tako naprej. Od teh tovarek so delali tetrametil, so pa ljudje tako zbolevali za rakom pa tako naprej. Ne? In oni to skozi so prikrivali. Ne? Ni res, oni se sam delajo, isto. On se je lagal. Pa tobačna industrija je podobna. Ja. On se je dobesedno lagal, ne prikrivil. On je stavni falsificiral podatke. Ne? Tako, pa bi rekel, dolga zgodba, je mislim, da bi en raziskalc Arktika, ki je skratko v enih koncih sveta, ker ni bilo ne avto, ne nič, je odkril blazne količine svinca. In mislim, da je bilo njih tam v Arktiki, ko so vrtali v let, je videl od leta 1200, nekdaj, 50 ali 30 naprej, kar enkrat ful nekih depozicij svinca. Prej ga pa ni bilo. To je pa ful svinca, to je pa že strupen, to ni v redu. To nekaj ne moreš štimati. In pa so to nazaj pripeljali do tega, on če zmeran zanikal in tako naprej. In mislim, da je pol tako tudi ena ženska regulatorka. Skratka, da je bila to bitka 5-10 let nekega posameznika, da je
prepričal politiko, javnost in tako. In posebej, Američani to prvi, ne? Mislim, okoli leta 75-79, nekaj dazov so pol prepovedali, ne? Pa še pa nas v Evropo prišlo. Ne? In ja, evo, je človek skriv, ne? Sem da je bilo lažje, ne? Tam je bila ena stvar, da je strpena ali pa ni strpena. Ne? In v resnici se je videl, pa meni se to vprašal. Tako da ni bila teorija zarote, da so ful prekrivali, ne? Pač, ja, sej, pač rabimo svinco v benzinu, tako je, ne? Starši so tako delali, zdaj bomo tudi tako delali. Ja, pa azbest je bil. No, azbest je bil tudi, ne? Pa tobačna industrija, kjer so zdravniki priporočali kajenje kot nekaj zdravega, ne? To pa niti nisem videl, da so priporočali. Ja, v bistvu so bili lobiji, pač tobačni so bili tako močni, da so zdravniki, pa to na YouTubeu obstajajo oglasi, ki so se na TV-ju vrteli, kako zdravnik kadi in govori, kako ti pljuča, da ti pljuča čist. prečistne. Pa mentolov okus. Ampak zanimivo, to ni bila zarota v resnici, ne? Ja, je bila iz vidika tega, da so začeli sumiti, da povzroča raka in so tobačna industrija se je ful borila proti temu. Ja, ampak se pravi, to je bila PR akcija, ne? Se to je to. To je bil, jaz temu rečem, zarota bedakov. Ne? Vsak je imel svoj lastni interes in je zaradi svojega interesa to delal. Ne pa zaradi neke skupne zarote. Ni to, da bi zdaj 100 ljudi prišlo, pa 1000 pa rekel, da bomo mi to zgolfali. Ja, bolje tako, imamo na eni strani državo, pa politike, pa zakonodajalce, pa imamo na drugi strani močne posameznike, kapitalsko močne. In ko to dvoje povežemo, ko se oni začnejo dobivati, imamo mi probleme. Ampak spet nekaj niti ni treba, da se dobijo. To je pa eleganca, to je eleganca tržnega gospodarstva. Vi boste naredili za denar, jaz bom naredil za denar. Sej, valjda, ne? Se pravi, politik bo naredil za denar? Politik bo naredil za glasove. On bo recimo zaradi glasov. Ne? Če on ve, da 40% njegovih volivcev kadi, ja, bo on prepovedal kajenje. Valjda ne bo. Se bo zgubil glasove, se ni bedak. Ne? On bo zaradi tega to naredil, ker bo imel korist od tega. Un zdravnik, dobro, tam imaš 10 zdravnikov, ki jih plača neko študijo, ne? Oni ga peljejo, tobačna firma ga pelje na izlet v Sešele, sem pa kje, neko konferenco, ja, ne boš ti, kako rekel, ugrizno roko, ki te hrani, ne? A ni to? Vse je logično, vse je pošteno, ne? A se pravi, vi ne bi opredelili to kot zaroto, če jaz tega zdravnika vprašam, a kajenje škoduje, pa mi on reče ne, odzadje je pa zelo dober prijatelj z lobisti iz tobačne industrije. Jaz bi to kot zaroto. Dobro, stvar definicije. Za mene je zaroto to, da se ljudje dobijo skupaj in se zmenijo. Zdaj pa mi to lagali, ne, da bo ljudi okoli prenesti. Klele pa vsak, to je pa spet, to je pa ekonomija, ne. Tržno gospodarstvo. Ne. Razlika med tržnim gospodarstvom pa med temu skoraj če državnim ali planskim gospodarstvom. Ne. V planskem gospodarstvu je to res. Ta šef reče tako, pa se pa to lepo se razdeli. Ne. Pa v resnici ne deluje. Dokaz, da plansko gospodarstvo ne deluje, je isti, kot zakaj teorija zarote ne deluje. Ne. Tržno gospodarstvo, ne, pa deluje. Vsak individuum optimira na sebe in isto tudi take, bi rekel, laži se širijo, zato ker vsak optimira na sebe. Ne? Vsak mu je v interesu, da ta stvar ni res. Enemu zaradi volivcev, enemu zaradi denarja, unka kadi, mu tudi paše, da se govori, da ne? Mislim, sam nima informacij pravih. No, ampak recimo, da jaz kadim. Meni žena teži, da ne neham kaditi, ki je nezdravo. Meni je v interesu, da se ji dokažem, da to ni res, ne? Ker bi rad naprej kadil. Ja. Etko. Ja, ampak če sta ti, vi in žena, se opravičujem, živita v svetu, kjer vsi zdravniki govorijo, da je zdravo kaditi. Ja, bo še to zelo težko pravo odločitev. Seveda, ampak spet večina tistih, ki kadijo, bi raj videli, če da ste vi na izbiro kadilcem, ali raj neho kaditi, ker je to nezdravo, ali jim raj nekdo dokaže, da je zdravo, kaj bo izbrali? Ja, da je zdravo. Seveda, ne? To je to, ne? To je ta, mislim, eleganca in, bi rekel, prekletstvo tržnega gospodarstva, a pa sploh spet politike, socialnih odnosov, ne? Ja, jaz vsak optimira na svoj mikrooptimum, ne? Se to isto okolje, ne? Pač, vsi vemo, da je treba znižati temperaturo, mislim, da je globalno segrevanje je znižati CO2. Skoraj vsi, recimo. Ne? Tako, ne? Ampak, ko se pa kampira, se mu še zmeraj z mojim avtom pelu. Ne? Pa še zmeraj bomo papirčke bodleh metal. Mogoče malo manj, mogoče malo več. Se reče, za ti sem papirče gora, dole se eno razlike. Ne? Če pa 8 milijard ljudi, pa vsak tako reče. Ne? In to je to. No? Tukaj mora regulacija priti. Tako. Ampak če ta regulacija vpliva na strani nekoga, ki ima interes, da se te regulacije ne uvede,
ima v bistvu poseg v delovanje Tako, tega. tako, potem pa sistem slabo Potem deluje. govorim, da jaz imam občutek, a ne, da je veliko tega. Se strinjam, ampak jaz pravim, da to ni zarota, ker ne gre za to, da bi se dva dol usedla, pa zavestno, ajde, zdaj spet kaj zarota, ampak gledamo na James Bond filme, Evil Mastermind, tisti zlobniški hoče svet uničiti. Ni tega, ne. Kako pa za cepiva? Kako ste gledali za cepiva med COVID časom? Ne? Ker, na eni strani smo imeli stroko, ki je rekla, vzemite to. Ja. A ne, jaz se ne znam odločiti. Ja. Jaz grem na avion, vem, da je nek inženir ta avion narisal. Tako. Jaz se ne morem ukvarjati s tem, ali bo to letelo ali ne bo letelo. Se strinjam. Jaz usedem na avion in se prepnem, ko mi rečem, da se prepnem in letim. Ne. In raj niti ne razmišljate o tem, ne morem. Ne morete. Ne morem. Tudi če bom jaz začel informacije brati na internetu, jaz nimam kapacitete, da bi to razumel, da bi se lahko pravilno odločil. To tudi ni vaš job. Ja, ampak zdaj imam pa problem, če se je to zgodilo. Se pravi, oni so meni predlagali, da se cepam. Ja. Jaz sem star 30 let, športnik, bla, bla, bla. Na koncu se mi zdi, da se je izkazal, da ne vem, če je bil ta risk reward pravilen, da se mladi cepijo s tem cepivom. Ne? In tukaj se mi zdi, da splošna populacija zgublja zaupanje do nekoga, ki je zelo siguren v svoje trditve. In med COVID-om mogoče čas zahtevu, da zelo agresivno stroka pove sporočilo. Ampak meni tukaj se mi zdi, da veliko tveganje obstaja, da se bo to zaupanje, da bo padlo, pa pada. In te teorije zarote pol dobivajo na veljavi pa na moči, glih zaradi tega. Zaradi slabega komuniciranja znanstvenikov, stroke in podobno. Jaz bi rekel tudi zaradi medijev, mislim, zaradi možnosti komuniciranja. Jack Ma, mogoče malo sem zašel, ampak point je pa ta, Jack Ma, znameniti Kitajci, Alibaba, ki so ga vprašali, je rekel, v naslednjih 40 let bo hudo za človeštvo. Internet je nekaj najčudovitejšega, pa nekaj najbolj groznega. Rekel, to je tako, ko so knjigo izumili, si omogočil ljudem, da so svoje misli dal ven. Ma 100 let potisnili je pa v 30-letna vojna. Zato, ker je vsak lahko dal misli in so kar nekaj ljudi ugotovili, da se ne strinjajo. Prej pa sploh niso imeli možnosti ugotavljati, da se ne strinjajo. In isto je zdaj tako. Pač jasno, danes lahko vsak pove svoje mnenje. Ekspert pa ne ekspert. Pričemer vemo, da ljudje ponovadi manj, ko so eksperti, bolj so glasni, ker hočejo kompenzirati. Logično, da se bolj sliši. Vsak želi biti slišan. Ampak pa tudi pustimo, če hoče biti bolj glasni. Zmeraj tisti, ki so bolj glasni, so bolj slišani. Ja, res je. Primer, recimo, ameriški volitelji zdaj pravijo, ja, republikanci, Trump in tako naprej. Tam je neka manjšina, manjšina republikancov je tako zelo... Za Trumpa. Za Trumpa. Ampak, ker so to glasni, v bistvu pač so celo stranko, ki jaz pravim, to je sami primer, ki sem ga slišal 2 dni zdaj, ampak to je veliko tega. Pač zmeraj so te, bi rekel, marginalne skupine so bolj glasne in zato one bolj vplivajo, kot dejansko bi po številu bi jim pripadal. Tako da problem, cel ta problem, ne govorim zdaj samo o cepivih, ampak nasploh družbeni diskurs je ta, da ga dominirajo marginalne skupine. Ja, 80% je ljudi na sredini, tako? Potem imamo pa na vsaki strani 10% recimo, ekstremistov. Tako, in te so tisti v resnici, čeprav bilo bolje biti ta srednji. In zdaj pa tako, v dobrih starih časih, mislim, dobrih starih časih, smo imeli en časopis, pa kar je to odpisali, je bilo to. Pa smo pa 2, pa 3 časopise. Zdaj imaš pa neskončno. In zdaj se te ekstremne dosti bolj sliš. In ker so te ekstremni bolj glasni, po naravi, če si ekstremen, si tako po naravi že mogoče malo bolj militanten, pa imaš tudi potrebo, vse logično, če me ben ne posluša, se bom na glas drl, da bo vsaj en slišal, tako naprej. In smo zdaj mogoče mi mečkem preveč prišli, če gremo zdaj spet na Alibabo, pa tako naprej. S temi socialnimi mreži smo dejansko prišli v situacijo, ko imamo več desinformacij kot informacij. Vse to pa vemo, Pač na internetu, koliko 90%, koliko je, ali 9, še več nekaj. Pa 7-krat dlje se širi nepravilna informacija od pravilne. Se pravi, ko so zmerali na družbenih mrežah, ker je bolj ekstremno. Tako, pa bolj čustvena. Ljudje pač odreagiramo, plus mi bolj odreagiramo na slabo, niso kako na dobro, spet evolucijsko, ker če en reče, da je lev,
da mora izbežati, pa tudi, če ni bil, ajde, ne, se neko, kar pač en reče, ga ni, pa je pol bil, ne, recimo. Tako da logično. Tako da vse to seveda prispeva, torej ne samo COVID, ampak nasploh, bi rekel, našo družbeno obnašanje, ne, povečuje negotovost in nezaupanje v strukture. Ne. V strukture valite v red. Ne. Kar je pa, zdaj spet, a je prav, da se naredi super bogati, a je prav, da ima eni oblast, drugi pa nimajo, ne? Lahko tem veliko debatiramo. Ne? Dejstvo pa je, da je na družba rab red, pa rab elito. Jaz sem proti korupciji, razen kadar imam jaz od tega korist, ne? Tako v tem stilu. Ne? Isto, jaz sem proti elite, razen če sem jaz del elite, pa sem pa za njo. Ne? Tako da ne bomo zdaj o tem debatirali. Ampak dejstvo pa je, ne, da rečemo, ena zdrava družba ima zdrave elite, ne, ki delajo v korist cele družbe. Ne? Ajde, valjda bo oni več od tega imeli elita. Logično. Mislim, če gradimo avtoceste, imajo oni, ki imajo dobre avto, pa hitre avto, ampak se več vozijo več od tega, kot oni reveži. Ne? Ampak tudi reveži, ne? Če se lahko v službo pele z avtom, bo imel na koncu več od tega. Ne? In zdaj moramo najti kot družba neko to pravo ravnovesje. Ne? No, zdaj pa, skratka, kaj se je zgodilo zaradi vsega tega, ne? Zaradi raznih, pa globalizacija, pa COVID, pa ne kaj, ne? Je dejansko prišlo do teh nezaupanj v državo, v oblast, tudi v medije, v elite, v institucije, ne? Kar pa ni dober. Ne? Ker zdaj pa sam dilema, ne? Kaj boš imeti slabo elito, pa da je družba stabilna, ne? Ne? Ali pa riskira družbo nestabilnost zato, da se za slabo elito umakne. Ne? In to je tista moralna dilema, ki jo ima družba, ne? Posameznik jo nima, ne? Ali sem revolucionar ali pa nisem. Simple. Ne? Ampak družba, kaj bo za družbo? Revolucija, ne? Reforma, evolucija, dogovor. Ne? Ne? Itak pa družba ni individu, tako da si itak družba ne more odločiti kot taka, ne? Ampak na kaj se stvari zgodijo. Ne? Pa te silnice nastanejo, malo revolucije, malo tega malunga, kakšna vojnica, recimo tako malo, ne? Tako, par 10 minut ljudi pobrišemo, pa spet znova začnemo. Ne? Kaj pa vi ste recimo del, lahko bi rekel, ok, sej, če populacija dava na neko statistično razporediva, vi ste v neki eliti, podjetnik. V nekaterih elementih sem, v nekaterih pa nisem. Ne? Recimo podcast elita, ne? Jaz nisem, vi pa ste, ne? Vi ste v podcast eliti Slovenije, ne? Predpostavljam. Ne? Kako bi imela to eksperiment naredila? Se pravi, jaz želim nekaj dosežiti, pa vi želite nekaj dosežiti. Vi imate več povezav, več kapitala od mene, bolj tako mislim. Vi imate večjo moč. Sodobna družba je postala zelo kompleksna. Ne? Ja. Ni več čiste ene. Včasih je bilo simpel, je bil kralj na vrh, pa oni dvorjani, pa tako naprej. Ne? Tako. Zdaj pa ne, vi ste medijska zvezda, jaz nisem. Ne? Tako da, ampak s kapitalom lahko vi postanete medijska zvezda. Vi pa lahko do kapitala pridete. Teže. Ja, tamle vas poslušam lepo, dajte vi me lajka, dajte me subscribe, dajte mi 5 evrov na mesec plačevati, ne? Pa boste nabrali denar. Jaz pa ne, jaz pa tega ne moram, ne? Jaz bi lahko to rekel, ampak lahko zelo rečem, preneste mi denar, pa se mi ljudje režali, ne? Vam pa se ne bojo ljudje režali, ne? Tako da ni tako simpel zdaj reči, ta je elita, ta pa ni, ne? Ne? Mič ste ga intervjuvali zanč, ne? On je elita slovenskega frizerstva, verjetno, ne? Ja, ne, se razumem, da obstaja te oske. Ni pa elita slovenske politike, ne? Recimo, niše obstaja. Ja, vsak ima neko, mislim, ne? Imate elito mafico, ne? Pa če eni so, ne? Tako da ni tako simpel v resnici. In to je spet ena zdrava družba, ne? Ima več elit. Različnih, ne? Imamo intelektualno elito, naši znanstveniki, ki nekaj mnogo odkrijo, finančno mogoče niso tako pomembni, pa tudi ni važno, da so. Ne? Imamo politično elito, to so ljudje, ki so modrci, ki razmišljajo, ki odločajo v družbenih zadevah. Ne? Imamo gospodarsko elito, oni, ki imajo denar, ki fabrike gradijo, ki delajo na mesta. In spet, če vsako teh elit, ne, sej ne uživa, pa nema pa neko bajto, pa avto, pa šofera, če. Ne? Ampak odločitve, ki jih sprejemamo, ne, spet v želji, ne, to je pa demokracija, sprejema za dobro cele družbe. Ne? Recimo, ne? Mislim, jaz sem bil do pred kratkim predsednik inženirske akademije, ne? In se nismo zauzemali za to, da bi akademiki imeli čim več denarja, ne? Ampak smo se zauzemali za to, da bi se čim več izobraževali ljudi o inženirstvu. Ne? Ker smo mislili, da je to dobro za družbo. Ne za nas, mi smo itak že inženir, ne vsem. Evo, tako je treba delati. Ne? To so pa ta prave elite. Ne? Ja, mislim, mogoče konstruktivne. In družbe, ki imajo take zavedne elite, ne? Take družbe so najbolj uspešne. Zdaj sem jih prav, pa sem spet pozabil, ali sem so poslušal v podcastu, kaj že, nekdo je naredil eno študijo, kjer države so uspešne, pa kjer niso, in čakaj, tudi Why Nations Fail, una knjiga. Ja, sem prav, ja. Že zakaj narodi propadajo? Ja, en tak čuden primek ima, mislim, turški, ali tak, zato se nisem zapomnil. Ne? On je kak zdaj spet, ne vem, ne, je res, kar on prav, ampak on trdi, ne, da države, ki so imele
urejene strukture, pa urejene strukture institucije. Ne? Institucije so najbolj pomembna stvar. Tako, ne? Ampak to je spet neka elita. Ne? Inštitucija in vodja te inštitucije predstavlja narodno elito. Samo mora biti vzvodi v institucijah, da je možno odstaviti nekoga, ki... Ja, mora biti vzvodi. Tako. Ne? In taka elita se mi zdi čisto super elita. Ne? Če gledate podjetnike, Akrapovič, recimo, primer, zdaj, on zaposluje koliko 1500 ljudi, recimo, ne? Ja, to meni, da on, pa ne 1500 ljudi, ampak družin, koliko jih je še, ne? In ljudi, in otroci se šolajo, ne? On dejansko pomaga, on je več dal družbi, ne skozi denar, pa ne skozi davke, ampak skozi vse karijere, recimo, ne? In tako produktivnost je omogočil. Recimo to, take vrste elite po moje čisto redu, če imamo. Ne? Jaz se čisto strinjam, mi dva se tukaj po moje strinjava, ampak ko sem jaz rekel elita, sem bolj to imel za sinonim nekoga, ki ima moč skozi kapital. Se pravi, imam kapital na voljo, to je neka shranjena energija. Temu se reče kapitalist. Ja, jaz lahko zdaj apliciram to. Ja, je tako. Zato sem mislil, kaj ste vi rekli, meni medijska zvezda, sem jaz dal nazaj, če imate vi to shranjeno energijo, jo lahko vi aplicirate v medije in postanete vi. Čez en mesec ste lahko medijska zvezda, če bi to želeli. To se pa strinjam, pač, kako že ne, oblast, moč pretvarjaš v denar in denar pretvarjaš v moč. EMC kvadrat, isto kaj še vnačba, gre v eno in v drugo smer. Vi mogoče ste malo mlajši, pa imate mogoče malo denarja, pa imate čisto dosta očitno, vse, ko poslušam podcast, ko vse delate, pa Maroko in mesec Afrike, pa tako naprej. Ja, v redu. Ste si prvošil, to je že elita za mene, sorry. Ja, se strinjam. Pa se ne slabega, by the way. A ne bi bilo super, če bi bili vsi Slovenci elita Slovenije? Ja, ne morajo biti. Pa bi se bili vsi fajn. No, ampak dobro, vi ste definitivno tudi del te elite. Ok, rečva, da smo mi dva elita. Pa se ni važno, da se ne bo zdaj mi dva kregala, ne se filozofirala zdaj, nazaj sem hotel to reči. Vi lahko rečete, vi ste kapitalist, ker imate kapital. Jaz ga bajdo nimam, ampak jaz sem bolj podjetnik, jaz nisem kapitalist. Jaz sem podjetnik, ki ustvarja vrednost, ampak to vrednost itak nazaj vtika v podjetje in gradi to naprej. Ja, ampak vi greste lahko zdaj na banko, pa rečete, tukaj imam podjetje, zastavil bi to, ta delež podjetja, dajte mi 10 milijonov. In dobite v kešu. Tako, dobro, dobim 10 milijonov v kešu in pa s temi kupom par novinarjev, da pišejo lepo meni. Tako, vi pa pokličete vaše frende, podcastere, pa rečete, dajte vi v meni dobro govoriti. Mi dva mava nekaj vzvode. Deva pa reči, mi dva sva elita. Ajde. V tem konceptu. Zdaj pa imamo ogromno število ljudi, ki pa mogoče bi lahko rekel, da jih je ta hiter razvoj, v katerem smo tudi govorila na začetku pogovora, imajo občutek, da jih je pustil zadaj. Se pravi, ta sistem, kakršen je, za mene ne funkcionira. Tak občutek imajo. Ja, se strinjam. In zdaj, če mi to... imajo tak občutek, ja. Tak občutek imajo. In tudi delno celo res, ne? In delno je res, ja. In zdaj, če bova midva to, se pravi, ta razvoj še potiskala v isto smer, kakor je šlo, bo ta razlika med elito pa tem, ki se tako počuti, vedno večja. In govorim samo v razvitem svetu. Se pravi, samo Slovenija vzemava, razlike se bojo večale. To bo vplivalo na stabilnost družbe. Tako. Kako bi vi, ali pa lahko midva rečeva kot elita, preprečila to, kako bi rešila to, kako bi vsem, da bi zasledovala svoje interese, da ne prideva v svet, kjer morava midva svojo hišo z ograjo postaviti, pa imeti mogoče telesne stražarje, ko greva kam. Midva si ne želiva živeti v takem svetu. Po mojem tudi ne živijo tako, ne? Ja, zaenkrat ne, ampak bil sem, ne vem, na Filipinih, te soseske se tam vzpostavljajo, ker se ločijo. Tako nekako vidim, da gre svet v to smera. Ja, torej, complex question, complex answer. Pod prvo. Jaz o tem veliko razmišljam, zato mogoče zdaj preveč govoril. Super. Slovenija je ena izmed najbolj egalitarnih držav na svetu. Veste, Gini indeks smo zmeraj med prvimi tremi. Danska, Slovenija. Sprav, razlike med bogatimi pa povprečnimi so najmanjše. V Sloveniji so najmanjše. In zato je tudi, bi rekel, slovenska družba tako dobra in tako homogena družba.
Mi smo fantastična družba, ne? Kar se tega tiče. Ne? Ja, so v Sloveniji ljudje, ki imajo občutek, da so zaostali, ampak so bistveno manj zaostali, pa bistveno manj takih je, ki imajo ta občutek v resnici, kot kakšne druge države. Ne? Mi je zanimivo, ne? Veste, kjer država ima relativno veliko razliko med bogatimi in revnimi? Kitajska. Ja. Komunistična država. Ne? Ja. Ne? Ampak, evo, tam so pa veliko korupcije. Pa oni te nekaj za korupcijo, ampak oni so pač združili komunizem, ne? In kapitalizem. Ne? Pa še korupcija zraven, pa državna in tako naprej. Ja, težko prehajaš iz razreda v razred, če imaš korupcijo, ne? Ker se ščitijo sloji. Tako, ja, ne? Tako da prvič je to, dajmo se mi Slovenci zavedati, ne, da smo en izmed najbolj elitarnih narodov, družb ali kakorkoli in bodimo ponosni na to. Morajo na to ponosni. Ne? Pa mi gre, da se tudi pojasni, zakaj smo Slovenci lih taki. Ne? Prvič, manjše, ker si, manjša je razslojenost. Ne? Logično. Ne? Mislim, pač, bolj se poznamo med sabo. Ti imaš piramido, ne? In na vrh piramide je tisk največ, na dnu piramide je pa tisk najmanj. Zdaj, če mehne piramida, ne, je pač vrh piramide nižji. Nikaj, ne? Zato pa tudi globalizacija to naredila. Ne? Prej smo imeli mi francosko lito, pa nekoga na vrh, ne? Pa nemško lito, pa nekoga na vrh. Ne? Tako, pa so začeli pa Francozi pa Nemci trgovati in je nastala ena piramida in je ta zgornji valjda bil višji. Potem pa nastala globalna piramida, ne? Jaz se spomnim, sem jaz mehen, sem nekje bral, da taj pa zdaj ratu, angleška kraljica je bila najbogatejša, ali tretja najbogatejši človek in je imela 3 milijarde ali nekaj tazga. Ne? Wow, koliko je to denarja. Zdaj 3 milijarde ni nič, mislim, sramte. Če navte vaša firma... Malo je tudi inflacija, ampak res je. Ja. Če vaša firma ne bo unicorn, vas bo sram skor. Ne? To ni, ampak... Tako, malo šali, ampak... tako da... Apetiti so večji. Ja, zato je pač potencial večji. Če meni da vsak zemljan 1 evro, ne? Ni nič, ne? Bom dobil 8 milijard, full cash. Tako da, ja, vse te dinamike se prispevajo k temu razslojevanju. Kot ste tudi pravilno rekel, dokler znotraj Slovenije smo vsi enake, samo Švicari so vsi bolj enak bogati, pa Danci, pa Slovenci, Slovenci krivica in tudi zato, ker prijo begunci k nam, pa prijo do teh trend. Zakaj sploh nam pridejo, ker je pa njih slabše pri nas, pa so kle, jih oni nas ne marijo, ko smo bogati, mi njih ne marimo, ko so rejo in tako naprej. Vse se to zakomplicira. Ampak kratka, to je zdaj background. Tako, zdaj pa, kaj ćemo narediti? Jaz mislim, da, moje mnenje, ampak to je spet problem, jaz mislim, da odgovor je dejansko stoicizem. Ne vem, če poznate, ampak recimo prosvetljeni absolutist, pa kakorkoli, ta Mark Aurelij, rimski cesar, je bil stoik, in on je dejansko ni gledal na sebe. Druga je tudi ta, mislim, da je Platonova država, poznate. Torej, na vrhu države, tisti, ki vodijo, so filozofi, ker so najpametnejši, pa kar najmanj imajo. Nižji, ki si več moraš imeti. To je spet izmogoče, ali imaš denar, pa ne smeš imeti oblasti. Če imaš oblast, ne smeš imeti denarja. Zdaj, če gre nazaj, kako bi jaz to rešil, jaz mislim, da tako prvič, pa to se ne da, bi zahteval od elite, da se obnaša etično in da dela ne v dobro sebe, ampak v dobro družbe. Zahtevu, kaj to pomeni zahtevu? Zakoni zahtevu? Ne, moralno zahtevu. Se to se ne da. Ljudje smo pač egoisti. Smo oboje smo egoisti in altruisti. Ampak jaz mislim, da tako, dobra družba je taka, kjer je elita bolj altruistična. V stilu, lejte, jaz sem bogat, imam denarja dost, ne rabim več, bom valjda pomagal onim, ki ga nimajo. Tako, kako bi pa to spromovirala, to idejo? Jaz mislim tako, jaz bi rekel, da tržno gospodarstvo z državno regulativo je verjetno najbližji model, ki deluje. To je tista skrivna roka Boga, poznate, od Smitha, Adam Smith. Adam Smith je, bi rekel, utemeljitelj sodobnega kapitalizma. Ja, sem na ekonomsko hodil. Smo Adama Smitha, nevidna roka trga. Nevidna roka trga. Veste, itak več, ki jaz. Ampak princip, princip je ta, da vsak dela v svojo korist, rezultat je pa dobro za družbo. To je eleganca kapitalizma, da je znal, torej mi imamo, recimo v neki normalni družbi, imamo pač egoiste in altruiste. Altruisti bomo delali za druge, egoisti bodo delali zase. In zdaj kapitalizem, kak je uspel, do neke mere, energijo egoistov preusmeriti, da je vsaj delno dobro tudi za ostale. Pa ne sem skozi davke, ampak to je zato, ker on je pač nekaj naredil, kar je koristno za ostale. Tako da, evo, zdaj pa koliko, zdaj, če pustimo, če je totalni prost kapitalizem, pol bom samo zase delal, ni v redu. Če bomo vse pobrali, ne bom motiviran, da dela. Tako da, to je pa zdaj million dollar question, ki se kam ne zna odgovoriti, ker se krega levica pa desnica. Levica pravi, da ima več državi, desnica pravi, da ima manj državi, ki je resnica niti mogoče ni v sred, ampak je nekje, ker ne vemo, eksperimenta ne moramo ponoviti,
če bi 100krat eksperiment ponovili, bi na koncu vedeli, ne? Pa itak ne vemo, pa itak se kultura spreminja. Ne? Mislim pa, da je bistvo to. No? Jaz mislim, da mi bomo imeli v družbi zmerno ljudi, ki so bolj sposobni in manj sposobni. Pa niti ne po pameti, ampak pač eni bo znali delati biznis, eni so bolj barabe, eni so manj. Skratka, ne? Eni bojo zato, ker so sposobni za nekaj narediti, ti boš naredil. Dončić je pa bolj sposoben za trojke metati. Tako, okay? Kaj moramo, in ena dobra družba bo tako naredila, da bo ta bolj sposobnim dala možnost, da so zelo uspešni, hkrati pa naredila tak sistem, da ta bolj uspešni vlečejo ta manj uspešni za sabo. Primer Akrapovič, on je očitno uspešen podjetnik. Ne? Ampak on bi lahko se znajdel, pa šel en svoj biznis, ali pa ne, Narka ga ima, prodal firmo, pa vložil neke delnice. Ne? On pa ima firmo in je zrihtel 1500 ljudi službe. In to je po moje, to je naloga elite. Ne? Da pač elita v kjerkoli obliki, ne kapitalski, v sposobnosti. Ne? Isto Dončić, recimo, ne? Imamo basket ekipo, oni tak najboljši. Ne? Prav, pa da imamo par malo slabših zraven, ne? Pa pač on ima več trojk prvih uri, pa malo laufal na terenu, pa na koncu bo ekipa zmagala. Ne? Pa se bi lahko on vse sam naredil, ampak lej, pa ne boš unima zraven, pa ne se jim fajn zdi. Evo, to je to. Zdaj pa, kako to dosež? Eno je, rekel, za pozivi, ne? V altruizmu, to ne deluje, vemo, ne? Eno je kultura. Ne? Eno je socialni pritisk, peer pressure. Ja. To je tudi moj odgovor. Pa vse, jaz mislim kombinacijo vsega. Ampak pozitiven pressure. Ja, seveda. Da ploskamo, ko naredi nekdo iz elite nekaj dobrega. Tako. Čeprav lahko rečemo, pa on ima od zadaj neke svoje... S tem bomo mi pokvarili motivacijo naslednjih, ki želijo nekaj dobro narediti. Zato pa je moj point, je ta, Akrapovič si zasluži ta denar, ker je to, ker ljudem zrihtel posel, itak pa večkrat zrezk na dan, a pa še to ne smeš jesti, a vi ste vegetarijanci verjetno, kaj ne? Niste, ampak, zakaj verjetno? Ne, zato, ker ste bolj ukvarjate z duhovnostjo pa s takvimi stvarmi. Ne. No, pa vse kukarkoli, skratka vemo, da je večkrat zrezek, še to je preveč, Tako da, in to je to, in tle spet tist, To pa je ta problem ekscesne elite. Očitno ljudje rabijo neke ekscese, ali ne, pa svoje privatne avioni, pa ne en, če ima sosed enega, in smo dva in tako naprej. Evo, tukaj, to bi bilo treba preprečiti. A to signaliziranje navzven, pa potrjevanje svoje? Odkje to prej niti ne vem, ker jaz tega nimam pri sebi. Jaz ne rabim. Ja, verjetno je travm. Ja, zelo verjetno. Malo to tekmovalnost in vsakega malo. Evo, zdaj pa, se pravim, to je stvar kulture naroda. Govorimo o teh skandinavskih narodih, ki so bolj skupaj, pa tako naprej. Evo, zakaj so taki? Zakaj pa, pa tudi slovenski, naša kultura je še vedno dobra. Mi si tudi, po mojem, ne moramo poročiti, naši najbolj multimiliarderji so ponovadi pol grejo neko Švico ali pa Dubaj ali pa kamorkoli. Ciper. Ajde, Cipr, recimo. Tudi mi nimamo teh četrti niti. Recimo, da si ti mega bogat, kam boš pa postavil bajto? Sej ni več kam postaviti, Ljubljana nima četrti za bogataše, Ja, verjetno so kakšne stavbe, so malo bolj luksuzne, ni pa četrti, ja. In to smo lahko srečni, ker kdorkoli potoval kjerkoli po svetu v večjih mestih, so četrti cele, ker so luksuzni hoteli, restauracije, kjer ne more vsak prijeti. Tukaj pa recimo, če šparaš nekaj časa, greš lahko v katerokoli restauracijo. Pa tudi grdote ne gledajo, Tako, Pa šole je tudi važno, da se pač dejansko mi te socialne plasti zelo mešamo v šolah. Pač, bogati, revni, v šoli so šolci. Sam to se tudi spreminja, s privatnimi šolami. Vse gre v to smer, ločevanje. Bežigrajska bolj elitna una, pa malo manj, ali whatever, ali viška, ali kaj, ampak se strinjam, ampak mislim, to so stvari, na katerih lahko delamo, Je pa to je največji izziv, en izmed največjih izzivov, rečemo, torej sploh na svetu, pa znotraj enega naroda. In to je problem Amerika, ki pač imajo neki ljudje občutek, da so ostali zadnji. In to je res, v Ameriki se, pa verjetno v Evropi, ampak z Ameriko vem, sem Američan razlagal, od 70 let do zdaj je bila poprečna plača skozi ista. Število bogatejših je pa šlo gor. Pa zdaj je to problem. Zakaj? Spet zaradi globalizacije, zaradi tehnologije. AI, tisti, ki ga zna, bo veliko zaslužil, tisti, ki ga ne. Tako da tudi to, tega ni več, da so kapitalisti elita. Zdaj kapital ne več tako važen. Je v redu, pomemben, ampak ne več samo. V silikonski start-upi, to so ljudje, ki so postali bogati, ne zato, ki so že prebili. Tle ni kapital, tle si dejansko neko sposobnost si jo uporabil z vzvodom tehnologije, z vzvodom denarja drugih ljudi in tako naprej. Kar je super, to rabimo, mi rabimo to start-up sceno zato, da pride do novih tehnologij. Sam kaj pa narediti s temi ekscesi, ki nastanejo.
No, kaj narediti s tem, če rečeva Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Recimo to, če smo se glih na digitalno sfero ali pa digitalne industrije osredotočila, ne, zagotovo pridejo zdaj novi najbogatejši, ki bojo AI, ne, Sam Altman recimo iz OpenAI. Kaj narediti recimo s tem? Ker vem, kakšno mnenje ima Masa. Masa ima mnenje, 300 milijard je vreden, treba mu je 90% davka vžgati čez. Jaz pa nimam mnenja toliko razdelanega. Ja, sej tudi ni verjetno odgovor, ni trivialen. Prvič, to je samo 5 ljudi. Okay. Ampak lahko rečemo top 100 recimo, ljudi. Ne? Problem je, ki ima 60% bogatstva. Tako, problem je top 1%. Ne? Ja, top 1%. Mogoče sem 1000, ampak te pa res veliko imajo. Ne? Tako naprej. Ne? Promil rečemo. Top 1 promil. A pa 1 promil. No, ne. Sej, kaj je zanč, ena številka sem slišal v Nemčiji, da kaj je že rekel, če imate milijon, nemško da je rekel pol, če imate 1 milijon, potem sodite med top 10% bogatašev v Nemčiji. 1 milijon, ne? Milijardo jih je pa sam še 100, ne? Tako da je res tako, bi rekel, tisti eksponentno. Ne? Ete, to je, če bi to vedel, ne, bi ali napisal eno hudo filozofsko knjigo, ne, ali bi šel po politiko. Ne? Jaz lahko povem, kako jaz razmišljam. Ne? Spet, po mojem, mora biti kombinacija vsega. Ne? Torej, eno je čisto ta moralna zadeva. Bill Gates se mi zdi tako v redu, dečko. On je sam izjavil, ne, da on plačuje premalo davkov. On je enkrat v intervjuju ali nekje rekel, valjda se strinjam, jaz imam to gnarja. Po drugi strani pa recimo skozi to svojo fundacijo neki narod, zdaj kako pa kaj, eni pravijo, da ne, eni pravijo, da ne, ampak jaz mislim, da je kar v redu, dečko. No? Da je kar... Jaz tudi mislim, vem, da je zdaj po COVID-u veliko teorij. Tako, pa tudi vem, da poslušalci, ki poslušajo ta podcast, imajo mnenje o Bill Gatesu. Ajde, bolj da sem tih, da navajo še mene dal na moče enega drugega vzeti. Na kar našit listo. No, vse. Jaz bi rekel, problem je po mojem bolj v tem, ne, da, čakajte sam sekundico, da bom bliz mikrofona ostal. Jaz bi rekel, problem je v tem, da, par problemov. No? En problem je ta, da imajo te ljudje večjo moč, lahko, kot ima država. Ne? Da vas sem dol. To je en problem, da imajo te ljudje večjo moč kot država. Ne? To pa je zdaj lahko problem. Mi gre se tudi država dela napačne odločitve. Če mene vprašate, jaz bi rajš teh par ljudi, ki so jih zdaj naštela, so zelo brihni fantje. Ja. In se mi tudi ne zdijo preveč bi rekel tako egoistični. To so ljudje, ki imajo nek drive, da bi rad nekaj naredili. Ne? Spremenili svet. Ja. Tako, in zdaj, če jih prepričamo, po mojem, to niti ni tako težko. Ne samo, da bi spremenili svet tehnološko, ampak tudi na dobro za ljudi. Po mojem, večino teh bi celo, rajmam njih, kot te naftne barone, pa tako naprej, ker ti so bili pa res bolj egoisti. Se mi zdi, a pa mogoče sam se mi zato zdi, ker je to moja generacija, pa IT generacija, pa imam IT-aše za bolj, bi rekel, prijazne ljudi, kot druge. Mogoče moj predsodek. No, pa kakorkoli. Torej, prva stvar je ta, da je treba omejiti njihovo moč. Čist iz tega razloga, da je pač države predstavljajo neko kompleksno oblast, in če imajo oni večjo moč kot ta država, potem se ruši ta državna oblast. Oni imajo celo verjetno večkrat prav kot država. Ampak spet za socialno stabilnost ne rabiš enega, ki je super pameten, ampak rabiš pač nek družbeni dogovor. Moč ne sme biti koncentrirana. Tako, zato da imaš lahko družbeni dogovor, recimo. To je eno. Pol ena zelo simpel rešitev je ta, da se obdavči dedovanje. To včasih je že bilo, mislim, da so do 90% dedovanja, v stilu, dobro, ajde, Bill Gates, ti si te svojo naredil, ajde, svaka ti čast, ampak tvoji otroci pa ne začnejo. Vse, on ima itak ta fundacija od Bill Gatesa, oni dajo 99% tekom svojega življenja. Za prisego, katerim so se pridružili večina teh milijarderjev. Warren Buffett pa tile, ne? Ja, pa izologi in pa samo tudi noter. Ampak oni imajo plan celo to bogatstvo. Recimo. Tako da to se mi zdi že v redu. Sedaj pa tako, češ pa to zakonom predpisu, bo pa zmeraj najdel neke obvode. Pa neki, magari tako, moj sin naredi firmo, pa jaz od njegove firme kupujem, pa naredim jaz zgubo, pa grem v stečaj, pa vas nared pride do mojega sina. To je problem. Boljše, da je prostovoljno. Boljše, ampak se eni bojo, eni pa ne bojo. Druga stvar je deglobalizacija, to pomaga. Sami pa neučinkovitost. Skoro, da se države zaprejo. Jaz sem proti temu sicer, ampak s tem bomo zmanjšali velikost piramide. Bo pa neučinkovito. Mislim, če gledate danes,
je najmanjše število ljudi v procentu vsaj v revščini ali pa v lakoti, kot je bilo prej. Ne? In to je globalizacija pomagala. Ne? Razlike so večje, ker oni na vrhu imajo še več, ampak tudi spodne se gor potegne. Ampak spet smo spet pri tej moje teoriji, ne? Da oni, ki so na vrhu, elita more te, bi rekel, ljudi, ki so manj srečni, za sabo potegniti. Im dovolj dati. Zdaj pa dovolj dati, kaj to pomeni. Eno je lahko redistribucija, to je, da državo zame, pač, toliko je davek na premoženje, ne, pa da mora stalati, ne, druge je večje plače, ne, sej, če bi te ljudje, ki so super milijarderji svojim zaposlenim, plačevali 10-krat večjo plačo, pa ne imeli tog denarja. Ampak zdaj, večjo plačo pa dosežeš, tle pa rabiš razredni boj, verjetno, ne, tle pa pač prostovoljno denarja ne bo dal, ne, uni se mora za to boriti, razredni boj je pa sindikati, pa ne tako, kot pa nas, pa že pa nas se kar mogoče pa reči krigajo, ne, ampak ta prav razredni boj, smo se ga učili v šoli, ne, marksizem pa tako naprej, pa revolucija, tega tudi nočemo, ne. Ampak to so možne poti, ne, in očitno je družba preveč kompleksna, ne, da bi se dal lepo zmeniti, ali kaj. Ja. Jaz se bojim, da je morda, ampak upam pa, da ni. No. Da vsem čez te prostovoljne iniciative pa vodenje čez primer sebe, da elita mora to narediti. Ja. Vsak pri sebi živeti zelo etično, pa z nekim vzorom, pa pokasirati vse kritike, ki pridejo na njegov račun, ampak vsem delati tisto, kar je prav, kar on verjame, da je prav. In s tem bo povlekel tudi čisto idejno nove ljudi, ki bojo produktivni, pa bojo postale elita. Mlade, recimo, generacije. Ja, tako. Aha, Elon Musk, on mi je car, jaz želim biti tako, kaj on dela? In on opazuje, ne? In odgovornost Elon Musk ali pa kogarkoli, ki je v eliti, je točno to. Se mi zdi, da to je najbolj pomembno. Ja, se strinjam. Ker bo naslednja generacija taka. Ja. Mark, jaz bi se vam rad res zahvalil. No? Ne, vse, jaz sem tak, rad govorim, pa imam vsake stvari vse mnenje, pa pol ga rad povem. Ja, jaz sem čistko šel, sem videl, kam naj jo zapeljali in sem izredno užival. In ne bi vam rad preveč časa vzel, da se greste nazaj ukvarjati s temi fizikalnimi stvarmi. No? Tako da hvala vam. No? Ne, če vseeno mi bilo, hvala za povabilo, hvala za čas. No, sploh, ko gledam, koga ste vse intervjuvali, pa v kakšni fini družbi se mi zdi prav, rekel, sem skromen, no, ko gledam primeravi s kom ste me. Ni potrebe. Tako da hvala vam. Hvala tudi poslušalcem.